Povsem običajno otroštvo. Vmes v najstniški dobi so ga zanimale borilne veščine. Dišal mu je poklic policista, predvsem uniforma. Zataval je vendarle v poklic avtomehanika. Kasneje se je preizkušal v zavarovalništvu, potem je pa šel na tečaj hipnoze. No, potem se je pa začelo eno drugo življenje. Očitno ga je živel že ves čas, vendarle pa določenih stvari do takrat še ni povsem razumel. Menda ve več kot mi, tudi to, kdaj bo kdo umrl. Ve pa tudi, kakšna so bila naša pretekla življenja, če smo jih že imeli, tudi to ni nujno. Ima možnost človeka spraviti v hipnozo. Torej je šarlatan, prodaja meglo. Tudi o tem danes ob predstavitvi njegove prve knjige Zakaj se rodimo in zakaj umremo. Dober dan, spoštovani gostje, dobrodošli. Dobrodošlica tudi vsem, ki nas v živo spremljate preko Facebooka. Ob koncu boste imeli seveda priložnost, da zastavite kakšno vprašanje. Hkrati bomo imeli priložnost tudi v živo videti, kako izgleda hipnoza in kako se lahko človek vrne v katero od preteklih življenj. Vse to sledi. Zdaj pa seveda dober dan še njemu, jasnovidcu, mediju za pogovore z onostranstvom, hipnoterapeutu Alenu Mariču. Pozdravljeni. Z Alenom sva se nekajkrat slišala, najprej zaradi priprave intervjuja v časopisu Celjan, kasneje se srečala tudi zaradi dogovora o današnjem srečanju, ta uvod za to, da boste vedeli, zakaj se tikava. Alen, predlagam, da začneva in medias res. Ena od stvari, ki me je recimo najbolj začela zanimati, ko si začel pripovedovati, je bilo eno od tvojih preteklih življenj oziroma utelešanje tvoje duše. Bil si princ, bil si zelo premožen. Kar je pa bolj zanimivo je to, da je bil tvoj današnji brat, takrat tvoja žena, tukaj se šele zaplete, tvoja današnja žena, pa takratnja tvoja ljubimka. Tako. Kje se zdaj zaplete ta trikotnik? Ja, še enkrat lep pozdrav v mojem imenu, tudi bom rekel vsem, kateri sodelujete oziroma ste na dogodku preko Facebooka. Ja, tako je Goran lepo povedal. Ta zgodba je nekako, bom rekel, dobra za povod, da malo vidite, kam dejansko bo celi ta naš kompletni dogodek vodil. In sicer to je bilo okrog leta 1500. Bilo je na Britanskem otočju, jaz sem bil princ Richard oziroma princ Patrick, potem kasneje Richard. Kar se tiče premožnosti, ja, imeli smo svoje grade, imeli smo svoje vojsko, tudi bom rekel, imeli smo svoje kmete, kateri so nam doto plačevali. In če kdaj včasih kateri kmet ni dal tiste dote, smo bo tudi znali vrat zavrniti. Tako je bilo v starih časih nekako. Bilo je pa tako, da je bil moj današnji brat Jani, je bil moja žena. Ne? Moja današnja žena Petra je bila pa takrat moja ljubimka Caroline. In bilo je tako, da jaz kot kralj, kakorkoli, sem vedel, kaj je moja moč. Ne? Bil sem pa očitno nekaj šibek. Bil sem pa šibek nekje na področju ženskega spola. Ne? In seveda to je moja žena spoznala in tudi dejansko z drugimi mojimi vitezi, dobesedno z mojim desnim rokom, se je po gradu dobesedno nekako mene varala in tako naprej. Ne? Prišla je zadeva tako daleč, da enostavno so vsi za to že vedeli, tako jaz, ne? In to ni več to. Šlo je tudi tako daleč, da dejansko je bilo, bom rekel, to zelo premožno življenje, bom rekel, tudi svoje ceno imelo. Ne? In za vse njene potrebe, bom rekel, potrebe našega vladanja, smo tudi, tako se rekel, šli in kmetom je bal tiste stvari, tudi, bom rekel, za žrtev njih samih. Ne? In tukaj se potem zgodba zgodila, da moja takratna, bom rekel, ljubimka, oziroma je bila naša gospodinja Caroline, nekako smo se skupaj spečala, zaljubil sem se v njo, z njo sem tudi dejansko zaplodila smo otroka. Ne? Torej je bila z menoj noseča, odločila smo se, oziroma jaz sem se samo odločil, da sem pripravljen vse to pustiti. Torej, že tukaj je nauk, ne? Lahko imaš vse, vendar če nisi sreč, nimaš ničesar. Lahko imaš grad, tako danes še dan prispodobo, lahko imaš Mercedesa, lahko imaš posestvo, ne vem bilo kaj, če si v duši prazen, si prazen. Torej, takrat sem se pač praznega počutil in si rekel, vsega tega se odrečem, greva in bomo živela svoje samostojno življenje nekako že. Seveda, ta naša grofinja je za to zvedla, grofica je to za to zvedla in nam je tudi nastavila zanko. Ne?
In ko smo šla s konjem, bom rekel, čez prvi gost, bom rekel, čez prve kremple našega posestva, je bila jasa in na tej jasi smo seveda pač oba dva mrla, ker je bila zanka narejena. Torej, spuščice so prvo mene zadel, sem padel s konja, sem na lice mesto mrl in potem še kasneje Caroline, isto takoj na lice mesto mrl. Zanimivo je, da ima danes tukaj materino znamenje. In pač zgodba se je tako zaključila. Tukaj seveda tudi nastal karmični dolg. Pomeni, karmični dolg je naredil moj brat, meni in pa moj današnji Petri. In ga je poplačal. Na kakšen način ga je poplačal? Nekje po 480 letih preživljanja, življenja med življenji, samega življenja naprej in vse do dan danes, smo se mi dva tudi lepo poročili in takrat, ko smo se poročila, je bil ta karmični dolg sklenjen. Povedati moram tudi eno stvar, da pri sami poroki se nekako čuto, da mojemu bratu ni vseeno. Točno, če se čuti, še čuti, nikoli pa ni rekel nič. Vendar, če nekaj čutiš, čutiš. In tudi neprestani je bil tisti pritisk, torej med mojim ženom in mojim bratom, nikakor energetsko se niste nekako skupaj štimala. Enostavno niste se prebavila, pa nikoli se niste skregala, nobenemu nikoli ni nič rekel, ampak enostavno tako je vedno bilo. No in zdaj na poroko je ta karmični krog sklenjen in kasneje sem to šele bratu povedal. Jaz nisem njemu takoj povedal, jaz sem njemu povedal nekje po 3 letih poroke, da smo bila na Škotskem, da to bilo v okolici Edinburga in tako naprej, da vse kar je bilo in on je začel potem dojemati in na koncu sam rekel, oziroma mu rekel takoj na sredini pogovora, je rekel, ja, vse zato pa me Škotska vedno bila všeč. In nekako se je potem začel iskati o tej zgodbi, dobesedno sem videl njegove mravljince, nekako me to letel. Je rekel, končno, pa še druge stvari smo se potem pogovarjali, ampak rekel, končno sem prišel v Celje, ker on drugače zdaj na obali živi, da non-stop ne poslušam nekih laži, ampak da bi nekdo nekaj resničnega pa nekaj fajnega pove. In tudi je sam potem spoznal, ker sem potem tudi to opozoval, da po poroki nekako sta ona dva energetsko se skupaj poštimala. In na danes ok. Vendar bistvo te zgodbe, nauk te zgodbe je to, da pretekle, nerazrešene stvari se sigurno vlečejo v današnjih odnosih. Vedno. In ne glede na to, kaj mi ljudje pač imamo, torej vsi gradimo neke svoje karijere. Zdaj, nekdo da za kariero ful velik, truda, časa, na koncu izgubi zdravje. Nekdo da, bom rekel, za zdravje ful velik, pa za kariero malo manj. Nekdo da za odnose več, pa za kariero ni česar skoraj, oziroma samo toliko, da nekako preživi. Torej, ljudje smo si ful različni, ampak na koncu šteje samo to, kako se ti v duši svoji lasti počutiš. A si ti srečen, a pač nisi srečen, ker če nisi srečen, ti je brez veze čisto vse. In zdaj, kdo se to srečo deli, oziroma kako si ustvarjamo, ja sigurno si ustvarja sam za svojimi preteklimi dejanji. Sedanjost je pomembna, sedanjost je zelo pomembna. In tudi, ko nekdo reče, preteklost ni pomembna, gledaj prihodnost. Res je. Sedanjost je pomembna, prihodnost tudi, vendar, kak boš sedanjost razumel, če ne pozna svoje preteklosti in zakaj torej imaš na svojem energetskem nivoju, torej na nivoju podzavesti, neizbrisljivega spomina, kateri ima spomin vse v spočetju duše do dan danes, torej vsa preživetja življenja, vse življenje med življenji, torej kako ti potem na svoj energetski način danes v svoje življenje si prinesel določene stvari. Od izazivanja do atraktivnosti, do rečmo seksualnosti, do rečmo potrebe po kockanju, torej po hazarderstvu, do potrebe po drogah oziroma po mamilih oziroma drugih nekih potešitvah, pretiranih spolnih slag, pretirane bogatstvo in tako naprej, oziroma, bom rekel, pridobivanje bogatstva na neki nelegalni način. Da lahko ti danes tukaj trpinčiš ljudi, da zaradi tebe pač trpijo, ne vem, jim groziš kakorkoli, samo da imaš ti določen vikend na Pagu, ne vem, skutera tam, motor tu in to je to. Za tisti 14 dni, se ne splača. Dobesedno pa, ko greš mimo Celja, rečemo v tem primeru Celja, pa se lahko 30 ljudi obrača, gleda, to je ta. Torej, ko se te nekdo obrača za teboj, pomeni, da ni narobe z njimi, torej narobe s teboj. Tako da, in tudi bom rekel, s Petro smo imeli še eno življenje vmes, torej to je bilo leta 1932, to je bilo v New Yorku. Jaz sem se takrat rodil kot deček za eno noč. Nikki Robinson, ona bila pa Nelly Robinson. Jaz sem takrat zaradi bolezni dihal takoj umrl, torej eno noč sem preživel, drugi dan me več ni bilo. V tisti sobici oziroma porodniški sobi me najdla mrtvega, ženska to ni prenesla, torej je skočila čez balkon in naredila samomor. Kaj se ona tukaj morala takrat naučiti? Torej, že takrat v prvem telešanju me je nekako zgubila, eden sem zgubil njo. V drugem telešanju se je spet to zgodilo, kako bo ona prenesla mojo izgubo. Torej, spet padla na tem testu. In sedaj v tem tretjem testu je pa moja naloga, da ona več zaradi mene ne umre. In ne bo.
Torej, pomeni, da smo tukaj srečna, da končno smo naredili to, kar smo vedno, 500 let skoraj si želela sama, a ne? In tukaj danes to imaš. Torej, imamo tudi, krasno družino, normalno živimo, čisto ok. Ampak to, da smo imeli preteklo življenje, pravzaprav ne vemo sami, ne znamo raziskati, rabimo pomoč nekoga takšnega kot si ti, ki ima to znanje. Kaj ti potrebuješ za to, da mi lahko poveš, če sem že živel ali koliko uspešen sem imel? Ja, čist nič, kar se tiče samega mene. Torej, jaz na nivoju zavesti, kaj to pomeni? Danes sem tukaj z vami, ne? Tudi danes lahko že kako sporočilo skanaliziramo katerega pokojnega, ne? Vedno sem jaz tukaj na nivoju zavesti, torej sem buden, sem prisoten, imam ego, imam razum. Okay? Vedno, kar dobim. Ali dobim v obliki slike, ali dobim v obliki filma, ali pa rečemo, ne vem, tudi lahko dobim, kak je človek v preteklosti živel, ker zdaj sem tudi začel nekako prakticirati, da preden prije stranka do mene, sem se prvo malo, jaz sam v njej konkretno pa zanimal, kaj ta stranka sploh želi. Ker včasih, ko pride ljudi na hipnozo, pridejo, pod pretvezo ene stvari, v bistvu imajo pa čisto drugo stvar za reši. Torej, že tukaj še spet ovinke lovijo, a ne? In sem že sam to začel izvajati, prakticirati, se to dobro pokaže, ko človeku povem, gleda to te buči, pa malo takle čuden čas si pogleda, kako to veš. Enostavno vem, ker si preklopim na ta pač kanal, na svoj vir informacij in to je to, ne? Zato tudi se pravi, zadnjič je prišla k meni ena gospa, ko je imela nenadno smrt fanta, to je bilo za 3 mesece nazaj na Dolenjki. To je bila nenadna prometna nesreča, ko smo se pogovarjali, dobesedno sem tukaj dobil bolečino glavo, da sem samo naredil in sem rekel, kaj obdukcija že bila, je rekla, ne, še nisem obdukcija, je še v toku. Sem rekel, no, on ni trpel, ker je umrl zaradi poškodbe glave, torej krvavitve imel v glavi in je tako na licu mesto umrl. Da sploh ni trpel. Potem, ko je prišla obdukcija, se je izkazalo, da dobesedno on niti več ni bil za volanom ali telefona nekaj iskal, v glavnem, ko je bil udar, je bil zelo močen udar in je res tako na licu mesto umrl. V bistvu je bil neprepoznan, torej poškodbe glave in vsega. Tudi ne vem, zadnjič lahko povem en primer, to je pa zelo frišen primer. 3 tedne nazaj, slab mesec nazaj, je moj prirojeni stric, torej od moje tete stric, je bil normalno natakar. V zdravilišču Laško je normalno hodil v službo, 4 leta še imel do penzije. Pa kar naenkrat je dobil neke čudne bolečine po nogah, je šel v bolnico, oziroma prvo je šel v službo, je tam imel neki napad, velik pritisk in to so ga kar peljali v zdravstvenem domu v Laško, iz Laškega na urgentni oddelek v Celje. In tam je dobesedno čez noč je imel operacijo nog, oziroma operacijo žil. Potem drugi dan, ko se je zbudil, ali je to bilo drugi dan, ali rečemo, čez 2 dni smo morali eno nogo odrezati, ker pač ni bilo več pomoči te noge, ker so bili strtki v krvi oziroma v žilah že tako močni, da so bili nevarni za njegovo življenje. Torej, ali se pač to naredi, se noga odreže, ali pa pač umrete. In potem je zadeva šla spet naprej, da so ga dali v umetno komo, torej pač v umetni komi, stvari se občutno poslabšali in na koncu je pač preminil. Zelo hitro, po hitrem postopku. Dobesedno v službo, šel iz službe, ga pa več ni bilo domov. Hočem pa povedati spet bistvo, ko smo bili v Rečici pri Laškem, ko so bili na pogrebu, torej prednji so stopil Vežico, je tukaj bila bolečina na zgornji levi strani noge. In to zelo, zelo močna bolečina, katera trajala menjši 3 dni potem. Torej, takrat me zabolel, potem sem Vero vprašal, moja teta Vera, je bilo to na levi nogi, ja točno tukaj. Sem rekel, no, dal je znak, da je danes tukaj zraven. Če ti kaj pomaga, če ti kaj lahko potolažim. Bil sem pa tak dan, 2 prej pri njej doma, pa smo se marsikere stvari še pogovorili, da sem malo potolažil, da lahko nekako ona sama poveže ta kontakt vsaj na začetku, dokler nekako lažje, potem ne gre čez prebolevanje oziroma žalovanje in vsi skupaj tako naprej. Tudi do tega še prideva, torej kot mediji za pogovor z inostranstvom. Zdaj me tukaj še nekaj zanima. Ko sva se pogovarjala, si rekel, da se v bistvu sami odločimo in kdaj bomo umrli, oziroma naša duša, tudi kdaj se rodimo. Ampak če se to sami odločimo, zakaj potem nismo vsi srečni, bogati, lepi? Zakaj hočemo trpeti? To je lik tak, če bi rekli, jaz bom vedno bil, ne vem, kriminalc, vedno bom delal, da bom svoje sle potešil, torej, da bom potešil na nek nepravilni način tiste stvari, katere želim imeti. To pomeni, da tu gre, bom rekel, v bordele, pa kupujem ljubezen. Ker če hočem imeti tisto življenje, da imam mnogo žensk, da imam mnogo denarja, da imam vse, kar pač želim, ja, sigurno, da to ni neki pravilni način. In ne morem jaz ene tiste stvari non-stop početi, pa bi pa rad na koncu imel dobre rezultate. To sigurno, da ne gre. Ne pomeni, da smo mi kreatorji svoje usode, torej vse, kar sami delamo za svojim dejanjem, smo to na koncu mi. In to je, bom rekel, tista naša lastna karma. Torej, karma ni vedno
slaba stvar, za mene je to dobra stvar, pomeni, ker če si ti dobre stvari delal, če si bil dober človek, torej boš dobro nagrajen. In če imaš ti neko čisto dušo, pa če si, bom rekel, normalno življenje živel, preživel, tudi na koncu umrl, je sigurno, da drugo življenje ti zna biti mnogo bolj naklonjeno, kot pa eno preteklo nazaj. Odločimo se za to. Zakaj se odločimo? Ker če mi imamo neko preizkušnjo, pride neka stvar človeku. Od človeka odvisno, kako bo na to stvar reagiral. Ali bo padel na tej preizkušnji, ker bo momentalno videl užitek in zadovoljstvo, ali pa bo šel čez sebe, ne smem. Ta stvar je zame prepovedana. Pa ne samo zame, zaradi te stvari lahko ubijem svojo družino. Ne samo uničim, ubijem svojo družino. Ali pa dejansko zalutaš, greši svoje prave poti, narediš to zadovoljstvo in na koncu je zgodba zaključena. Torej so stvari karmični dolg, katerega preko slej moramo mi sami poplačati. Zakaj? Oziroma bom rekel poravnati energije. Zakaj? Ker na koncu mi smo vedno povzročitli. Torej, če jaz nekomu nekaj slabega naredim, moja duša pozna izkustvo povzročitla. Ne pozna pa prizadetosti osebe, katera je bila prizadeta. In sedaj nekako to moram dobiti nazaj. Torej, da dobim nazaj, moram pa to samo okusiti. Aha, spet se bomo zmenili, kje si bomo rodili, ali bo to Amerika, bo to Evropa, kateri kontinent, katera država, katera, bom rekel, kdo bo moški, kdo bo ženska, torej, ker lahko menjavamo, bom rekel, tudi spole, barvo kože, ali bomo veroizpovedi te in te, katero službo bomo pravili in kje se bomo srečali, kje se bomo trofili. Da nekako potem vidimo, aha, zdaj moram pa jaz to bolečino dobiti nazaj, katero sem s tebi povzročil. Čisto nič drugega. In ta bolečina bolj kot traja, hitreje se ta karma uresničuje oziroma prej prihaja do sprave duš. In enkrat bom rekel, če stvar ni bila prehuda v preteklem življenju, torej če ni bilo mnogo prizadetosti, se lahko v tem istem življenju te stvari poravnajo in tudi bom rekel, oseba je lahko potem, ona gre za sebe, ona druga strana gre za sebe in nekako vsako tem živite svoje življenje. Tukaj prideva pravzaprav do odgovora na prvo vprašanje z naslova knjige Zakaj se rodimo ali ne? Zato, ker naprimer, vedno je bila večna bitka in še danes je ta večna bitka med svetlobo pa med temo. Okay. Zdaj nekdo temo zanika, nekdo je ne. Nekdo svetlobo zanika, nekdo je ne. Nekdo podpira samo svetlobo, nekdo podpira samo temo. Dejstvo pa je, če se o tem stoletja in tisočletja pogovarjamo, razni, bom rekel, dokazi taki in drugačni, paranormalni seveda, ne? Eni jih hočejo sprejeti za svoje, eni pač rečejo, to je lari fari, ampak dejstvo je, da to je res. In to je večna bitka, bom rekel, med svetlobo in temo. In seveda, če tema ustvarja na zemlji mnogo temnih duš, kar jih ima, in je v prednosti pred svetlobo, žal, v vesolju malo drugače, je tam razmere cirka 80-20, tukaj pa 20-80. Torej, tudi more stvarnik nam narediti nove duše. Ja, vendar nova duša, ko se rodi, ja, ima bližino stvarnika, ima bližino modrejšev starešin, ima bližino svojega vodnika, vodnice, ima dejansko livado, ima vse, čisto vse. Vendar ima tudi ljubezen, vendar se ta duša ni naučila ljubezni. Aha, da se pa ti ljubezni naučiš, katero danes čutiš od mene, torej idealni kraj zemlja. Šel boš na zemljo, šla boš na zemljo, zato ker pač to moraš ustvariti. Damo ti par filmov na zbiro, aha, za kateri film se boš odločil, to je že pa déjà vu. Aha, te stvari sem že videl, slišal, čul, to si ti je bila v šparu, na te police sem to vzela, to je pa ti sklik. Ok, jaz si videla, vendar ne danes tukaj, zdaj nekje prej, torej prej si se telesu. Okay. Torej mi sami kot duše si izberemo, kdo bo nam starš. Zato enostavno, ker starši so že rojeni. Jaz ne moram biti star svojih staršev, ne? Torej sem star oziroma sin, ali pa rečemo hčera svoje materi in pa svojemu očetu. In zdaj jaz rečem, ok, v to maternico se bom pa rodil. Mimogrede, jaz živim zdaj 5. življenja, ne? In moji današnji starši nikoli niso bili v mojem življenju prisotni. Torej, mi imamo določeno število oseb iz preteklih življenj danes tukaj zdaj spet z velikim namenom. Ali je to izravnava karmičnega dolga, ali dobim nazaj, ali dam nazaj, ali nekako, kar nam prej ni bilo usvojeno, morda tudi prepovedano, je zdaj usvojeno. In, ja. Praviš torej o 5. utelešanju, ti govoriš tudi to, da je to pravzaprav maksimalno število naših utelešanj. Zakaj samo torej to razmerje samo 5 in pa kako, v kakšni obliki se boš vrnil, ker tudi to že veš. Ja. Zakaj samo 5 utelešenj? Bom rekel, to je za marsikoga razočaranje, ne? Ker vedno ljudje imamo limito v glavi, lahko se 1000-krat utelešim, ta vera govori tolikokrat, ena vera je reče, ne vem, dokler se pač duša ne razsvetli. Ja, normalno, še vedno smo ljudje, še vedno imamo ego, še vedno imamo, rekel, svoje potrebe, katere raje zadovoljimo na negativni način, ker je lažje, torej v coni udobja.
Mi ljudje nismo vajeni, bom rekel, stresa. Nismo navajeni, bom rekel, iti nekaj narediti za svoj cilj. Najlažje je čakati nekoga, ja, reč mi, kaj se bo zgodilo. Glej, zgodil se ti bo to in to in to. In čakaš. Ne bo se zgodil, če ne boš ti nekaj za to naredil. Torej, naredi to, pa se bo to in to zgodilo. Okay? In takrat, ko imaš ti akcijo, takrat tudi dejansko lahko pričakuješ te svoje rezultate. In vere, ne? Oziroma, uspod zdaj vere. Zakaj utelešenja? Zakaj narod razočara? Če dam primer 500 utelešenj. Je 490 krat lahko, tako sem prej povedal, na najverjetneje negativni način, pa na moj lažji način, zadovoljim svoje človeške potrebe. Po varnosti, po ljubezni, po pomembnosti, po različnosti, po dajanju, po posebni rasti. In vsaki dan jih hočem imeti zadovoljene. 24 ur na dan. Od rojstva, že takrat se začnem jokati, sem borec, pa vse do svoje smrti. Vsaki dan. In tukaj seveda mi delamo potem tudi neumnosti, bedarije in dejansko prizadanemo ljudi. In torej 490 krat lahko rečemo, to delam, pa zadnji 10 utelešam, pa ne vem, papež, misionar, ne vem, vse živo. Ne gre tako, ne. Torej ta limit je zelo kratek, hvala Bogu, da je, še to je preveč. Ti si svojega pokuro. Jaz sem mislim, v petem si. Ja. Torej, kdaj in kako se vrneš, ko se vrneš? Ja, tudi vem, bom rekel, svojo smrt, kdaj bo, tudi vem, zakaj bo. Tako bom rekel, lepa stvar. Tukaj dobiš nek občutek, ne. Vse to pa je že bilo, vse ta feeling bo že poznam. Torej, ko doživiš to izkustvo, ne, pa ne rabi za to umreti, vse ta feeling že pa poznam. To je to. To je pa tista lahkomnost, to je tista sproščenost. In te res ne rabi biti smrti. Raj se boj ljudi, kateri ti smrt želijo. In zato tudi marsikaj naredijo, si pripravljeni narediti, da ti trpiš, da trpijo tvoji svojci, da izgubiš službe, da ne vem, nekdo mora zaradi tebe umreti, kakorkoli, oziroma če ti nekdo to privošči. Torej, bojimo se raj takih ljudi, ker smrt je naravni proces. Zlo, človeško, je pa seveda spet iz one strani. Ker v svetlobi ne more biti zla, torej zlo je v temi. Ne? No in tako sem prepovedal, ja, poznam ta občutek, vem kak, ampak kar je pa najbolj zanimivo, je pa tako, ko mora iti po vrstnem redu. Če veste, kaj mislim. Ne? Torej, prvo jaz pa pol vsi ostali. To me je nekako najbolj. Ja, vrnil se bom pa v obliki vodnika. Kaj to pomeni? Torej, danes imamo vodnice duše, vodnike, kakorkoli ne rečem, angole, varuhe, vedno imamo nekoga v bližini. Ne? In tudi takrat, ko mislimo, da smo sami, nismo sami. Takrat pa še najmanj nismo sami. Ne? Sami takrat smo razočarani, ali smo jezni, smo besni, ne vem, žalosti in takrat mislimo, da nas je cel svet zapustil, ne, ni nas. Ampak enostavno preveč nas boli, da bi čutili neko bližino, ker smo zatopljeni v sebe, v svoje probleme, težave, ovire, take in drugačne. A ne? Ja, in tudi jaz bom potem imel varovanko na zemlji in to, ko danes mene varujejo, nekako moram vrniti nazaj, ker imajo z mano veliko dela vrgno. Če sem uvodoma malo provokativno zastavil, mogoče celo retorično vprašanje, ali si šarlatan ali prodajaš meglo, se mi zdaj mogoče poraja še eno vprašanje, če se te moramo bati. Ne, to pa še najmanj, ker... Ampak ti veš več o nas samih, kot mi sami. Če vprašaš, ne, saj jaz zdaj nimam, ne vem, kanala, zdaj bom pa jaz tebe gledal, pa s tabo imel intervju, naprimer, ne, pa kar slike v glavi, če me vprašaš, to ti lahko na samem povem, če me pa naprašaš, pa tudi jaz moram svoje življenje živeti. Torej, jaz ne moram zdaj izvedeti, kje bom čez 5 let. Lahko. Zdaj? Lahko. Kje bom čez 5 let? Ja, kaj te zanima? Kje bom živel čez 5 let? Ok, moment. Te Bruslju zanima? Trenutno ne. Kaj pa, to je na tepa, ne? Evropa? To pa ja. Eto, zahodni del, ne? Ok. Ja. To je to. Se vidimo čez 5 let v Bruslju. Ok, se upal sicer na kakšne Maldive, ampak v redu. Kdaj si ti ugotovil, da si jasnoviden? S časoma. Spet je to izbor duše. Spet ni to danes dojite. Prvo se moraš to sam želeti. Ampak želeti srce. Spet ne z glavo, spet ne neki na silo. Ker bolj kot višiš na silo, nič ni tega. Nič. Ker nekaj predveze, nekaj tvare brez veze. Torej, ko sem se začel s hipnoterapijo ukvarjati, spoznavaš določene ljudi okrog sebe, spoznavaš določene scenarije, tudi stranko lahko popeljem, da dobesedno zapusti tvoje telo, pa gre samo do svojega vodnika, torej to se stranke lahko naučijo, pa preko vodnika dobijo določene informacije o samem sebi, o svojem obstoju, o svoji prihodnosti in tako naprej. Ne? Tudi sam preko strank
sem vprašal potem njihove vodnike, če lahko jaz dam kakšno vprašanje. A ne? No in tudi en izmed vprašanj je bil, koliko telešan ima pač človek. In je bil že po 3 mesecih dela, to je, ko sem še v Ljubljani delal, je prišlo dejansko število 5. Ko sem imel konzultacijo, torej pogovor, je ta teza bila, moja teza pač odvržena. Totalno. Jaz sem pa nekaj globoko sebi vedel, da to je to. Potem, če grem korak naprej, torej rekel sem, edi na nivoju zavesti. Delaš to skozi delo, torej imaš ta primer, to stranko, ta primer, to stranko. To te kar tiši, to ni več ne konca, ne kraj. Okay. In potem že sam poskusiš, pa se učiš, poučiš, pa vidiš, pa to poveš. Pa človeku poveš, pa se točno to zgodi. Pa drugemu, pa tretjemu, petemu, pa 15. To pa več ne moreš več dvomiti. Ne moreš več dvomiti in dobesedno vidiš, aha, to je to. In ti skar dobiš v glavo, tole terapatsko, kar dobiš to drži. Obstaja pa medij na nivoju nadzavesti, torej spiritualni medij, ker je ti dobesedno zapusti tvoje telo, oziroma svoje telo. Ne nivo, pač to do žene ženske, ne nivo energije, samo toliko telesu, da enostavno lahko organi delujejo. Da ko gre iz svojega polja jasnovidnosti, ko pride nazaj, da se ima sploh še kam vrtati. To je pravzaprav ta skrivnostna ženska, o kateri ne vemo nič. Zakaj ne? Zakaj ne poznamo? Zakaj? Zato, ker spoštuje njeno željo, ker enostavno sama to želi. Okay. Ko drugo hoče imeti normalno življenje, ker če bi se to zvedeli, kdo je to, verjemite mi, da bi imela telefon in iz Italije, Švice, Anglije, vse posod, Nemčije, Slovenije pa tako ali tako. Tretja stvar je pa zaradi njene same varnosti. Ker mnogo ljudi izvaja tudi črno magijo in to se pač tako zgodi. Ne? In bom rekel, demoni, kakorkoli pa rečemo duše, ko pridejo iz teme, so dobesedno titule za take ljudi. Prideva še do črne magije, samo še nekaj me predtem zanima. Rekel si, da pravzaprav zato, da imaš nek jasnoviden uvid v človeka, ne potrebuješ nobenih podatkov. A te ta dar obremenjuje? Ne vem, ko si ti na sprehodu, ko si na kavi, se ti dogaja, veš vse o teh ljudeh, ali se lahko izklopiš? Jaz se izklopim, jaz sem dobesedno tako se rekel, se izklopim, nisem firpčen, da bi rekel, zdaj se bom jaz v tvoje življenje vpletel. Če pa bi želel, če bi želel, pa lahko. Ne? Pa še to je tako, naprimer, če grem na sprehod, torej, če imam nek telefonski klic, stranka me kliče to pa to, dober dan ste vi ta pa ta, normalno, se pogovarjamo, zanima me to pa to, torej že lahko kar isto časa preko telefona povem. Ja, živite skupaj pod isto streho, ta vaš ta mladi problem v hiši, vašo hčero vara dobesedno in tako naprej. Je rekla, se to sem se vedela. In tu sem hčeri povedala. In zdaj ste mi vi sam dali potrditev. Ali pa rečem, da bom poklical čez 5 minut, pa pač pokličem čez 5 minut. Ali pa da se stranko pogovorim, pa pride pač k meni, pa bom rekel tisto osnovo naredim, kar pač je meni dosegljivo in ti si naredim, potem če pač delo potrebno preko hipnoze, hipnoterapije naredimo, če bi pa rada točno, res točne podatke, ime, priimek, datum rojstva, kje je živela prej, v katerem mestu, to pa pač je, bom rekel, spiritualne medije na vrsti. In to je tam. Ampak določenih dejstev, ki jih zvemo pri tebi, tudi to mi je bilo zanimivo, v resnici tudi potem, ko jih poznamo, da se bodo zgodila, ne moramo spremeniti. A ima potem sploh smisel, da to vemo? Lahko spremenimo. Ene stvari bom rekel tako, katere so res, to je tako, tako bom rekel, most na Krku. Ima tiste betonske stebre zelo močne naloke. To so ene stvari, katere mi res ne moremo spremeniti, pa se lahko dobesedno po trepalnicah mečemo. Imamo pa vedno, bom rekel, tiste šibke točke, pa rečemo, aha, to so pa tiste trenutki, momenti, loki, kateri dejansko nam življenje daje neke preizkušnje. In točno med tem trdnim stebrim usode imamo svoje lekcije, svoje preizkušnje, to je pa tisto, ko nam da Bog škarje in platno življenja naše roke, torej kako bomo mi iz te lekcije splavali. Ali bomo ponovili podobno izkušnjo kot iz preteklega življenja, pa bomo spet padli na tem testu, ali pa smo se tukaj naučili, smo naredili zdaj pravi korak, vendar res ne vem, kaj sem preteklo življenje naredil ali naredila. Jaz sam vem, da sem tukaj zdaj pravilno postopal in s časom ugotovim, da se mi te preizkušnje več ne ponavljajo. Torej, zdaj se pa spet napravim tiru, napravim dogorene vlako usode, torej napravim mostu. Lahko nam pa to pot prekriža, prej smo omenila črna magija. Tudi, lahko pa reče tudi pred tem, bom rekel, naš ego. Tudi, če človeku povem, pazi, ne delati to in to, in se zgodi točno to in to, ker nisi pač poslušal na svete. In če rečem, le tak, ne biti izazivalna, ker boš posiljena. Ženska še kar izazivalna in je potem pretepena in celo še na koncu posiljena. Vendar še kljub temu še kar nadaljuje, pa še kar nadaljuje, dokler na koncu res ne bo dokončni tisti zvon. Lahko je tudi celo samomor, kakorkoli. Torej, mogoče prerana smrt.
Žal, ker dobesedno človek ne posluša samega sebe. Ker vsako stvar, ko naredi, noter imaš tisto svojo anteno. Točno čutiš, da ta stvar ni prav. Vendar tudi svoj zavest navadiš na te neprijetne občutke, da so ti že samoumevni na koncu. In to je nekaj samoumevnega, torej si preprečijo rast zavesti. Zavest več ne raste, namesto da bi zavest rasla. Ne? Črna magija, ko si omenil. Ne? Ja, je problem današnjega sveta. Ker nekdo že lahko dobesedno z mislimi nekomu reče neko slabo besedo in se to zgodi. Dan spet primer, ko sem v Ljubljani delal, je bil en vratar. Ta vratar se mi je zdel tako malo, bom rekel, mentalno, da ni bil jih zdrav. Pač, ampak je delal še preko invalidskega podjetja. Ne? Pa se malo tako pogovarjamo, pa reče, jaz sem od enega gospoda avto kupil in me je na hecu, torej avto je bil pokvarjen. Jaz sem hotel ta avto dati njemu nazaj in on je rekel ne in mi je celo grozil, da bo prišel domov, pa da je grozil meni in moji družini, da nas bo pač pretepal, ne vem kaj. Ne? Torej nasilje izvaja. On me pa sam rekel, Bog da oslepiš. In je oslepel čez 14 dni. Pa spet je imel podobni primer, je človek umrl. Spet je njemu nekdo grozil, je človek umrl. Torej, včasih ljudje že morajo paziti, kaj o nekomu misli oziroma reče. Imam pa tisto sekundarno vprašanje, zakaj je on, bom rekel, in zaposlen preko invalidskega podjetja. Zakaj je za danes malo mentalno zaostal? Ja, sigurno ni bil nagrajen z luči, torej sam prišel iz teme. Je sam prišel iz teme in dobesedno že kot rojen otrok se ni rodil zdrav, ker je sigurno v preteklem izkušnjem življenju imel določene stvari, neprijetnosti, katere drugim delal. Lahko tudi on, da se ukvarja s takimi stvarmi in da samo kaznoval, bom rekel, na svojem duševnem zdravju. In zato ima zelo močno podporo zadaj, da že samo nekaj nekomu zaželi, pa se to zgodi. Torej, ti sploh ne rabiš časih tarot kart, ne rabiš nekih čarobnih kugel. Ženske ponavadi rečemo nosijo te črne rute in tako naprej. Ker če imaš črno ruto, še imaš kao večjo moč. Pa tudi bom rekel na koncu druge rute. In ljudje dela pač dobesedno v roke. Ampak kdo to dela? Zakaj to delajo? Dam primer. Ne vem, zaradi plačila ali... Dam primer, ja, seveda zaradi plačila, torej pač izvajalci vidijo denar, po drugi strani ljudje, kateri so pa naročniki, pa želijo nekoj. Dam primer na Ptuju je bilo. Ne? En fant me je klical, oziroma prvo njegova sestra. Ja, me je sestra klicala, da ima njen brat velike probleme. Dobesedno po noč, ko leži, ne more vstati, je kako se reče, paraliziran, še sape ne more spustiti, oziroma krika. Pa enkrat je videl, ampak videl na svoje lastne oči, kakve senca šla iz njega in čez rolete tuf, prvo so rolete poknale, ven če šipo, da je potem se šele vstal, pokraspan. In to se mu parkrat zgodil, ne? No in potem se pač pogovarjamo, sem ti jaz rekel, nič to treba stanovanje prečistiti, pa nekaj je bilo. Pa sem sam fanta vprašal, nekaj mi sam pove. Pa si imel morda prej kako žensko? Je rekel, ja. Se rekel, kdaj sta šla na razum? Je rekel, pred leto in pol. Se rekel, tak ti bom zdaj povedal. Tvoja ženska je šla pač eni šarlatanki ali pač ne vem komu, tarot karte, ali preko kave gledate, rečemo kavnih oselin bilo kaj, in dobesedno ti je naredila ljubezenski urok. Torej, želi si, ona tebe ni prebolela, želi si pa, da ti, ko njo vidiš, da se njo zaljubiš, da si pač spet njen. Vendar to je poseganje v tvoje energetsko polje, to je seveda za mene neustavna pravica. Oziroma to je, kako bi rekel temu, je to nehumana stvar. Ampak to ljudje izvajajo. Ampak kaj se nevede je ta ženska naredila? Torej, ta punca prišla, da naredijo ljubezenski urok, ta ženska, ko pa to delala, je pa poslala demon. Nevede. In tudi, bom rekel, zdaj, ko je bil Božič, nazadnje, ko je bil Božič, oni so sedeli v kuhinji, zaprta vrata v dnevni sobi, grozen pok, gromozanski pok, ko pride v dnevno sobo, taka smreka, da je bila prelamana na pol. Potem pride nazaj v kuhnjo, vsi predali, pa vse tako v filmu, vse odprto. V minuti, to ne more biti odprto, po neki normalni poti. In tako naprej, torej v rezline. Tudi ženska sestra ga enkrat gledala, dobesedno oči je vrgo gor, sem začel dreti, to so gromozanski zvoki, to so gromozanska trenja, resnično, ker poznam to. Dobesedno videla po hrbtenici, tako da bi film gledal, torej po hrbtenici, kako se hrbtenica premika. In dobesedno mu taki demonske sile mu prevzamejo zavest. In ko mu prevzamejo zavest, torej prevzamejo njega. In ta človek tudi potem sposobnost ubijati drugih ljudi, pa se zbudi, prije k sebi, pa je vidi, da je pomoril celo družino. Zato je tudi, bom rekel, toliko teh primerov, tudi po televiziji, ko gledamo, vse človek je bil miren, nič mu ni bilo. Ja, eno je ljubosumje, eno je posesivnost, eno ovo, eno ono, eno pa rečemo obsedenost. Bom rekel, ko se za nekim silam, ko se enostavno priješ k sebi, ko se zbudiš, sploh ti ni jasno, kaj se naredi. Pa se tak sam naredi, samo mora.
tudi sicer praviš, da v resnici nikoli nismo sami, ne? Zdaj bi mogoče lahko prešteli, koliko nas je tukaj, ampak ti praviš, da nas je morda še več. Kako pa izgleda ta povezava, torej vsi mediji za pogovor z onostranstvom? A se ti dejansko pogovarjaš s temi dušami, tako kot se zdaj mi pogovarjava, jih slišiš, jih sliši tudi klient? Telepatsko, torej jaz vidim in jaz slišim. Jaz vidim in slišim. Včasih prije tako, da slišim zvoke, ampak žal bolj kot ne slišim kričanje. Kričanje, ker bom rekel, mnogo duš tukaj trpi. A ne? To se mi kar, bom rekel, mnogokrat bolj to zgodi, kot pa bom rekel, da slišim besede, bolj kričanje. Ko se pa pogovarjam z dušo, torej z onostranstvom, imam sliko v glavi, torej točno vem, kako je oseba izgledala, vem, kakšno sporočilo ima, bom rekel, za svojca oziroma za tistega, ko žaluje za njim, in to je to. Torej, jaz ga imam v glavi, jaz ga imam tukaj po celem telesu, on ga ne more slišati. Lahko bi ga pa slišal, če bi, rečemo, šel preko spiritualnega medija, torej medij gre ven iz svojega telesa, duša umrla ga gre noter in on dejansko vse to tako gleda. Ona gre ven, on noter, to so vstopi, to se dobesedno vidi v telesu. Pa počasi odpre oči in se seveda, če je prijazna oseba, normalno odpre oči, takoj zdajnice pokaže, ni bezobrazen, torej se zna pogovarjati, ker je seveda sporočilo za svojce tukaj. In mu lahko pove, torej se lahko on z njim pogovarja, torej se pogovarja drug z drugim, ker je v njem oziroma v njej. In bom rekel, če prije moški duh, torej lahko, to je pa zanimivo, ker rečemo, ženska spremeni glas v moški glas in se normalno, nekako, ne čist, ampak nekako zaradi glasilk, se potem tukaj lahko pogovarjate. Potem se pač poslovita, on gre ven, spet izstop, ona vstop, to je to. Ampak je to energetsko zelo izčrpljujoče. In zato je tudi velika ogroženost, ker lahko mnoge druge entitete jo napadajo. Ali pa bom rekel, mnogo tavajočih duš. Naprimer, ta fant, ko se rekel naptuje, da je bil obseden, lahko se zgodi, da umre. Lahko pride na koncu na tak stari, da naredi samomor, da več tega ne more prenašati. Torej, ne želim več tvojih napadov, ubil se bom, pa te bom zafrknil, ne boš več imel mojega telesa. Znajce, vendar on bo tavo samo zato, ker se ne zna posloviti od svojih svojcev. Ker čim je naredil samomor, je avtomatsko takoj žal, ker je vedel, da ni naredil pravo pot. Takrat je mislil, da je edina in prava pot, vendar to ni prava pot. Pa še to, ta isti fant, torej tudi 3 leta nazaj se mu je pa njegov lastni brat ubil. Isto spet zaradi ženske, torej bil je prej ženski, seksapilna, vsake pol leta menjava moške očitno, tako je pač povedal, in dobesedno njemu vrgla cote oziroma njegove stvari na cesto, se z drugim spečala in on tega ni mogel prenesiti, ker naredil samomor. Njemu sem pa tudi povedal, da brata mora spustiti, da največ ne bo jezna na njega. Torej, sestra in ta brat sta pač bila jezna na njega. In brat ne more iti v luč, ker sta ona dva jezna na njega. Se rekel, dajte mu oprostiti, ker se je naučil, da kar je naredil, da ni naredil prav, vendar je bila njegova bolečina prehuda, da bi videl luč na koncu tunela, da bi znal splavati nekako z te svoje življenjske situacije, pač čez to ni mogel iti. In kar je naredil, ni naredil prav in ne bi več tega nikoli naredil. Rad bi vam to povedal, vendar vam ne more, ker ga ne čujete. Ampak zdaj vama jaz povem, da mu dajte oprostiti. Spustite ga v luč. Saj njega, če imate vidva težave z demonskim silom. To. Ti govoriš v luči, torej cilj je, da pridemo v luč. Večkrat si zdaj že tudi omenil, da moramo biti nekako pridni, spoštovati druge, mogoče malo omejiti spolno slo. Skratka, vse to, kar pravzaprav nas učijo različne religije. Kakšno povezavo ima, če ima, s tem vera in kaj čaka ateista? Ta ne more priti v luč? Kar se tiče spolne sle, bom rekel, nič ni narobe, če je doma močno spolna sle. Hvala Bogu. No je, torej je to dobro za zakon. Ateist, bom rekel, osebno proti ateistu nimam čist nič. Ker ateist je vedno lahko boljši človek, kot pa en, bom rekel, ko samo ful zavernega. Ko gre, ne vem, 2-krat na mesec v cerkev, ali pa ne vem, vsako nedeljo, ko gre na mašo, pa daruje tam ofer, sem pa tja, po drugi strani pa dela doma take katastrofalne razmere, da dejansko so vsi njegovi prizadeti. Ampak ima pa priložnost priti v luč. Ima priložnost. Vendar, ko gre v cerkev, ko si rekel ateist ali bom rekel vernik, ne gre se za to. Gre se, ali si dober, ali si slab. Torej, če nekdo ateist, tak se odločil. To je njegova izbira, to je njegova možnost, za katero se tako odločil. Vendar, če je čisto dobra oseba, zakaj bi pa jaz proti temu človeku, ki je slabega, imel za reči? Enko pa hodi, bom rekel, čist drugo hodi po cerkev, pa je naredil to, pa je baraba. Aha, zdaj on je pa vednik, on je pa zdaj boljši od ateista. Ne, ni, to je slabši.
Važno je, kak človek si. Zato pa imaš preizkušnje, zato imaš pa lekcije, za katere se moraš dejansko jih ozavestiti, ustaviti, umiriti, iti, moraš iti čez njih, torej moraš iti čez sebe. Vedno čez sebe. Koliko so pa te zgodbe, povezave, torej tudi z onostranstvom in podobno, ali pa pravzaprav poznavanje tega, kar mi sploh ne vemo, da obstaja, nevarne? So lahko nevarne? Za spiritualnega medija ja, za mene ne. Okay. Ja. Pa tudi za človeka, rečemo, človek zve neko resnico za sebe, ne? Zase. Ja, samo to je tisto, kar boš ti to sprejel. Torej, sprejmeš ta na svet, ker si slišal to resnico, katero si želel čuti. Ja, moja je, ni problema. Ja, seveda tvoja, če si hotel čuti, da boš ti izljubljeno osebo. Če pa rečeš, ne, ta oseba ni zate, ti pa vse dol pade. Pa lahko preplašaš in za kariero, in za finance, in za zdravje, in za ovo, in za ono, namen uteleženja, poslanstvo, karmične dolgove, vse živo. Nič te ne zanima na koncu, če bo samo s tisto osebo. Torej, še en dokaz, da ti je čisto vse brez veze na svetu, če nisi s tisto osebo. Če nisi poln. Torej, če to prenesemo v prakso, nič hudega ni ali pa nič narobe ni, če se nekdo pri, 40 loči. Včasih je to prava pot. Okay. Včasih je to prava pot, ampak seveda na pametni način. Zakaj prava pot? Ja, če enostavno partnera trpita, ni bom rekel, neke iskre, ne ovo, ne ono. Morata biti pač pametno, seveda, če imate družino, če imate otroke, kak iti, kdaj iti, na kakšen način, ker še vedno bo te otroci rastli, še vedno bojo določene tradicije se vedno hranile, od rojstnih dnevov do, obhajil in tako naprej. Mature, valete, šole, zdaj ko so konci in tako naprej. Tudi maturanski plesi. Je seveda, da oba starša ločena, boste prišla na te dogodke in je nekako že boljše zaradi otrok, da ohranjate dejansko nekako prijateljske odnose, čeprav prijateljskih odnosov, če mene vprašaš, tukaj ne more biti. Okay. Težko. Vseeno pa torej stremite vsak svoje sreče. Seveda. Okay. Torej, za dobro biti otrok. Ja, seveda. O izkušnjah jasnovidnosti, tudi torej o pogovorih z onostranstvom in pa o hipnoterapiji, lahko, kot ste seveda verjetno pričakovali, berete tudi v knjigi, zakaj se rodimo in zakaj umremo. Ob koncu boste seveda imeli tudi priložnost nakupa danes z osebnim posvetilom Alena. Obljubila sva tudi na začetku že, da bomo videli prikaz hipnoze v živo, tudi to še sledi. Tukaj zdaj vseeno še, preden gremo k demonstraciji, ali kdo se odloči, da pride k tebi, da te obišče, zakaj potrebuje hipnozo in na zadnje, kaj mi hipnoza lahko da? Pridejo vse vrste ljudi, torej od, bom rekel, celo poznanih ljudi, do manj poznanih, bom rekel, čisto poprečnih, moški srednje starosti, starejše starosti, ženske enako, otroci. Hipnoterapija, kar se tiče glede otrok, se danes ful razširila. Še posebej po COVID času. Koncentracija je otrok popolnoma padla, učni uspeh je padel, športni dosežki so padli, samozavest je padla, narasla pa depresija. S tem tudi vidimo, da je naraščanje samomorilnih misli in pa dobesedno samomorov v Sloveniji zelo v porastu. In tukaj je kar velik problem, kar se tiče samih otrok. In otroška hipnoterapija je meni zelo preljubljena, ker so otroci odprti, z njimi se da zelo lepo delati, učinkovito delati in ja, znajo marsikaj več narediti, kot mi odrasli. Ampak na kak način meni pomaga, zdaj če sem to reči, ali imam anksiozne motnje, ali imam probleme z alkoholizmom, kaj mi da hipnoza? Spet alkoholizem, na primer. Alkoholizem je lahko posledica iz preteklega življenja. Prav. Ali pa od danes. Torej, zakaj iz preteklega življenja? Imam primer. Človek je bil pri meni, zelo vredo, fant, imel je preteklost, oziroma v preteklem življenju je bil tak, moram povedati, so mož biti. On je bil za mamo živel, pa imel je sestro. Imeli so tudi očeta, oče pa pil. In vedno, ko prišel domov pijan, je tepal mamo. Enkrat se je mama obrabila, pa da je z topim predmetom, oziroma s težkim predmetom ga udarila po glavi in ga ubila. Oče na licu mesta takoj skrvavel. Z sestro njeno, pa mama in hčerka sta pobegnala, tudi njemu je rekla, da naj gre zraven, on je hotel svojega očeta zapustiti, še vedno mu bil oče in ga je imel rad. Je rekla, ok, jaz grem. In ona je njega pri očetu zapustila. Najdla ga je druga gospa in ga je vzela k sebi. Ona je bila pa lastnica bordela. To je bilo v Franciji. Lastnica bordela. In tudi s časoma, ko je bil fantek, potem že 13, 14, 15 let, je ona njega potem začela zlorabiti, da je bil žigolo. Torej se je moral ljubezensko prodajati, sam sebe, svoje usluge je moral delati.
Seveda mu to ni pasalo in začel tudi v tem bordelu piti. In od tukaj izvira njegov problem glede alkoholizma. Okay. Lahko je pa druga stvar, da ne pride alkoholizem, bom rekel, neposredno iz šole, pač ko šolo končaš, se zaposliš, greš s sodelavcem na neko pijačo, pa prva pijača, pa druga, pa peta, pa tak vikend za vikendom, pa nekako tukaj potem dobiš te navade. Alkoholizem lahko pride, bom rekel, iz same družine, torej iz celice, torej če sto oče pa mama pila, ok, lahko tudi ti piješ naprej in tako naprej. Ampak kaj mi pa pomaga hipnoza? Torej, vedno moramo najti prvi vzrok, zakaj se je zgodil. Torej, najbolj ne zanimajo korenine, oziroma posledica je že posledica. Najbolj zanima vzrok. In enkrat, ko vzrok odpraviš, ko ga zavestiš, ga izničiš, potem posledice več nimajo svoje moči. Torej, se naredi domino efekt in ena za drugo posledico pada same od sebe. Isto je anksioznost, isto je rečemo bruksizem, stiskanje čeljusti, anoreksičnost, ne vem, izboljšanje spomina, koncentracija, ni da ni. Če zdaj jaz si prav to predstavljam laično, gre za neke sugestivne misli. O tem so sicer že mnogi pisali, če v nekaj močno verjamem in si to večkrat ponavljam, se bo prej ali slej zgodilo, vsaka misel je energija in podobno. Torej, to si lahko pomagam sam. Zakaj potrebujem tebe? Ja, lahko si pomaga sam, vendar je vse to kratkotrajno. Okay. Vse, kar si pomagaš na nivoju zavesti. Ne predreš v podzavest. Mi pa delamo s podzavestjo. Torej, stranka tudi, če delamo samo sugestivno delo, da beremo sugestije, moramo prebiti kritični faktor. Kritični faktor je nevidna umska meja, katera loči zavest od podzavesti. In ko mi preko stanja hipnoze, torej sproščenosti, naredimo fizično sproščenost, mentalno umsko sproščenost, seštevek ene in druge je močni somnambulizem, torej to je močno hipnotično stanje. Jaz imam test 2, preverim, kje se oseba nahaja, za te teste vam ne povem, da nisi skoncentriran na njih in potem normalno delam. Tudi če berem sugestije proti kajenju, berem proti kajenju, vendar v podzavest prihajajo vse sugestije direktno. Ali je to za samo disciplino sugestije, ali za rečemo vztrajnost, potrpežljivost in tako naprej. Gre v direktno podzavest, potem si kritični faktor počasi nazaj spostavi in to je to. In tukaj osebe uživajo. Eni me lahko ful pozorno poslušajo, vsako pikico vejco zaklepajo, vse me poslušajo, ali pa malo prežijo, malo noter, malo ven. Ne posluša, dober je, ok. To je tudi dober, pomeni, da se človek sprošča, da je mozak napošen, končno. Ker imamo če 60,000 misli na dan in vsaki dan, mi non-stop razmišljamo, vsi imate za svoj film v glavi, tako ga imam zdaj jaz. Pa me vsi poslušate, zavedno, ampak imate svoj film v glavi. Isto, ko gremo spat, mi non-stop razmišljamo, tudi ko sanjamo, razmišljamo. Non-stop. Med vožnjo, med jedjo, med, bom rekel, potrebami in tako naprej. Vse razmišljamo. Koliko časa pa traja hipnoterapija? Prvo srečanje cirka 2 ure, potem pa nekje nadaljna 45 minut do 1 ure. Koliko pa jih je pa odvisno od... Čisto odvisno, bom preko poprečju 4 do 6. 4 do 6 terapij, jaz sem naredil cirka 2600 terapij v 6 letih. Samo 2 stranke so bile pri meni, da so morale biti 7-krat in več. 8-krat, 9-krat ni bila nobena. Prav. Še ena stvar je morda prav, da jo razčistimo. Eno je hipnoterapija, eno pa je hipnoza za šov. Tako. Kaj je tukaj razlika? Še enkrat, hipnoza za šov, naprimer, lahko bi zdaj tukaj bil pač hipnotizer, čarodej, pa tudi hipnoterapeut, ni problema. Pa bi naredil test senzitivnosti, oziroma senzibilnosti. Bi naredil 2 testa, pa še en test, ok, pa vidi 2-3 osebe so zelo močno senzibilne. Pa bi vse 3 osebe lahko ven potegnil, pa bi tukaj začel delati postopoma določene trike. Oziroma niso trike, ampak enostavno postopoma določene sugestije, katere oseba sprejme. Sprejme pa, ker dejansko ostali vidijo, da je sprejel. Okay. Ja? To je seveda za zabavo. Jaz pa pač nočem tega, želim hipnoterapijo. Torej, ker moje poslanstvo je, da enostavno dam več kot sam znam. Torej, da dam celega sebe ven, da pomagam enostavno ljudem. Ker ni nekaj najlepšega, ko veš, da lahko človeku pomagaš, da ne več nima epileptičnih napadov, pa rečemo več ne cla. Prej torej giba jaca jak, v eni terapiji, da reče da sam 15-krat ponovi, da sploh pride izreti v glavo, da on zna govoriti. In tak naprej. In da to trajne torej do konca tvojega življenja. In take stvari. Je to veliko več vredno, ko pa rečemo šov. Lahko se naredi šov, lahko grem naredim šov. Ne, ni mi za to. Ker enostavno niti nimam časa, ker imam s tem svojim hipnoterapijam ravno dovolj dela, da je to. Danes bomo torej videli primer hipnoterapije v živo in zdi se mi prav, da tudi to razčistiva oziroma poveva, zakaj si se ti s to osebo že dogovoril, da boš to izvajal. Zakaj mi vemo ali pa kako mi naj vemo, da ni to sfejkano.
Še enkrat, lahko, ni problema, lahko naredimo teste senzitivnosti oziroma senzibilnosti, pa imamo takoj dve osebe. Lahko pa zmerjam, ker zmerjam sem se v petek dobo. Spoznala smo se tukaj v knjižnici, ker smo že lani smo tukaj predavanje, ampak brez Zooma, pač osnovno neko predavanje. Obdržali smo neke kontakte. V petek sem jo poklical, če je pripravljena sodelovati, da malo ljudem pokažem hipnozo, ker enostavno nimam časa, da bi lahko rečemo tukaj zdaj še to ven izbiral. Se pravi, ena predpriprava je vendarle potrebna. Tako. Jaz sem se prepričal, oziroma oba dva smo se prepričala, ali je Mary dovzetna za hipnozo, ker nekdo pač ni. Aha, okay. 85% ljudi lahko doseže stanje hipnoze, ostali 10-15% jih žal pač ne more nikoli. Torej, moraš preživeti svoje življenje in sam sebi nekako na svoj način pomaga. Torej, preko hipnoterapije pač ne. Niste se pa dogovorila, kaj boste danes delala? Ne. Torej, smo probala, preizkusila, naredili sem še eno, kaj že sugestivno delo, to naj bo njena tajna in to je to. Zakaj? Ker v stanju hipnoze, ko človek prvič doseže hipnozo, je super, ko pa drugič doseže, je pa že svoje možgane naučil do konca življenja, kaj je stanje hipnoze. In tega več mu možgani nikoli ne pozabijo, ker so mu hvaležni. Ker se počutijo varnega, torej človek se v stanju hipnoze počuti popolnoma varnega, popolnoma vsega se zaveda, vseh besed, vseh misli, svojega telesa, kadarkoli lahko odpre oči. Bom rekel, hipnoza ni mistika, za mene bom rekel, je tako enostavna, da je že preveč enostavna. In ko nekomu povem, kaj je hipnoza, se žal zdi preveč spontana oziroma preveč taka preprosta, da bi to sploh bilo res. Ne, zakaj bi bili? Ampak na koncu pa marsikaj reče, veš, jaz sem pa vse slišala. Vse sem ti rekel, da bo vse slišala. Še 20% bolj kot jaz. Ker v stanju hipnoze se ti zavedanje, torej nivo zavesti razširi. In ker si razširiš nivo zavesti, se razširijo čuti. Bolje slišiš, bolje voha sam sebe, svoje parfume, sveče, če bi kaj bilo. Bolj dojema samega sebe, ker si zavestni, budni si. Zaveda se svojega telesa. Krvni obtok je za 20% nekje močnejši, torej ti gre cirkulacija krvi bolj po telesu. Zato so čelo, ušesa, vrat, pa ta zgornji del, ker je srce blizu, tukaj gor, bolj seveda vroči, kot pa spodnji del noge, ko so hladne. Roke, ker so pa nekje na polovici trupa, so pa na pol tople, na pol hladne, torej enostavno je to nek dober znak. Na koncu, ko oseba odpre oči, če ima tak minutko do dve, malenkost, bolj tak rdečkaste oči, kalno rdeče oči, pa mogoče malo bolj solzne, je to zaradi dobre cirkulacije krvi. Okay. In to še en dober znak hipnoze. Človek v stanju hipnoze postaje žejen. Zato zavestno ali podzavestno začne gotati svojo lastno slino. In ko gota svojo lastno slino, se nekako odžeja, zato ima pa usta in usnice na koncu malenkost, malo bolj izsušene, pa še to ni nujno. Ampak pa navadi jih imajo. A sem bil zdaj pod hipnozo, jaz ne želim? Ne. Obstaja pa tudi budna hipnoza. Torej, budna hipnoza imamo pa čisto vsak dan. Torej, kadar smo pretirano žalostni, kadar smo jezni, kadar smo kadar smo izdani, kakorkoli, imamo v sebi določene slabe misli. Takrat pazimo, katere sugestije dajemo sami sebi v svojo glavo, ker čez pol ure, ko se izboljšamo, ali pa do večera, se kritični faktor nazaj spostavi, torej, v nezavednem nivoju smo mi na svoj nezavedni način dali sami sebi hipnozo. Isto, kadar smo pretirano veseli. Isto. Torej, če mi gremo na planico gledati skoke s kakim busom, se malo reže, malo spije, fešta tu, fešta tam, ta vic pove, se krohotamo. V vsakem vicu je neke resnice, vendar jaz nisem tak, sem super vic je bil, drug dan, ko prejmo k sebi, je na nezavednem nivoju sugestija sprejeta. In zdaj, če ni naš način življenja, če to ena, dve ni problema, bo podzavest to sama zradirala, razbrisala nekje 13-14 dneh, gre. Če pa mi neprestano, torej leto, 2, 3, 5, 7, 8 let, dajemo sebi, bom rekel, neprimerne sugestije, se te sugestije primerjajo. In na koncu to tudi želiš. Prav. Gremo mi v prakso. Mary, prosim, da se zamenjava. Zdaj tistim, ki ste na Facebooku, se upravičujem, ker bo malo hreščalo vmes. Evo. Hello, Mary. Živijo. Kak si? Bo? Gremo malo bliže, laj gremo? Okay. Laj gremo malo bliže? Jasno. Okay. Tako smo se zadnjič pogovarjali, ne? V brvi, roka sproščeno, hladna mlahava, pa številka 100. Zmerje bo pa prvo naredila fizično sproščenost, torej da ima mišice in pa telo sproščeno, potem bo pa na koncu še naredila mentalno umsko sproščenost. Torej, fizična sproščenost je blaga hipnoza, srednja hipnoza je, tako smo rekli, mentalna umska sproščenost in seštevek obeh hipnoz oziroma sproščenosti je močno hipnotično stanje. Ok? Da pa lahko na točko se zraš, pa kar skoncentriraj se. Pa kar naredim globoki dih. In počasi izdihuješ.
Še en globoki vdih. Izdihuješ. In še en globoki vdih. Zadrži dih za par sekund. Zapreš oči in lepo počasi izdihuješ. In medtem, ko izdihuješ, v celoti zapustiš, dovoliš svoje napetosti, da v celoti zapusti tvoje telo. 1, 2, 3, 2. Medtem, ko napetost v celoti zapušča tvoje telo, že ti sama s pomočjo svojih misli se na vrhu svoje glave predstavlja, da imaš tako lepo, prijetno točko sproščenosti. In ta lepa, prijetna točka sproščenosti te umirja, pomirja, osvobaja in sprošča. Preštejemo od 1 do 3. Pri številki 3, kot lesknem s prsti, to zate znak oziroma signal, da gre tvoja točka sproščenosti. Počasi, s pomočjo tvojih misli, z zaprtimi očmi, čez celo tvoje telo, se lepo do prstov na nogah, čez stopala in nazaj gor do vrha tvoje glave. In tvoja sproščenost še bolj in bolj prijetna, še bolj in bolj čutiš, občutiš, tako. In gremo. 1, 2 in 3. Gre lepo sproščenost čez lice, vrat, ramena, prsa, trebuh, kolke, stegna, kolena, meča, gležnje, nard, vse lepo do prsta na nogah, čez stopala, na peto, gležnje, meča, kolena, stegna, kolke, trebuh, prsa, ramena, vrat, komplet glava, vse do vrha tvoje glave. Ko preštejemo od 1 do 3, pri številki 3, kot lesknem s prsti, to zate znak oziroma signal, da gre tvoja sproščenost s pomočjo tvojih misli po vsaki mišici tvojega telesa. 1, 2 in 3, si že bolj in bolj sproščen. Tako. Glava že počasi pada naprej. Kar spustiš. Super. Zdaj pa meri sprost, dovoliš svojim mišicam svojih vek, torej sproščenost v mišicah tvojih vek, da enostavno, ko so mišice tvojih vek popolnoma umirjene, sproščene, takrat samo z rahlim dvigom obrvi sprobaš sproščenost vek. In tvoje veke so še bolj in bolj umirjene, sproščene. Popolnoma umirjene, sproščene mišice tvojih vek. Takrat, ko si ti prepričan oziroma sigurno, da dokler zadržuje sproščenost na mišicah tvojih vek, da enostavno ne delajo, takrat jih samo z rahlim dvigom obrvi malce preizkusiš. Super. Sedaj to sproščenost, katero si dosegla na mišicah tvojih vek, je popolna enaka sproščenosti, katero želim, da dosežeš po celem telesu. Enostavno v mislih predstaviš to sproščenost iz mišic svojih vek na vrh svoje glave. 1, 2, 3, zdaj. Sedaj, ko imaš še enkrat sproščenost na vrhu svoje glave, še enkrat preštejemo od 1 do 3, pri številki 3, kot lesknem s prsti, to zate ponovno znak oziroma signal, da gre tvoja sproščenost še enkrat počasi s pomočjo tvojih misli, z zaprtimi očmi, čez celo tvoje telo, se lepo do prsta na nogah, čez stopala in še enkrat nazaj gor do vrha tvoje glave. In greva. 1, 2 in 3, gre lepo sproščenost čez lice, vrat, ramena, prsa, trebuh, kolke, stegna, kolena, meča, gležnje, nard, se lepo do prstov na nogah, čez stopala, na peto, gležnje, meča, kolena, stegna, kolke, trebuh, prsa, ramena, vrat, komplet glava, vse do vrha tvoje glave. Ko preštejemo od 1 do 3, pri številki 3, kot lesknem s prsti, to zate znak oziroma signal, da gre tvoja sproščenost še enkrat s pomočjo tvojih misli po vsaki celici, po vsaki mišici tvojega telesa. In gremo. 1, 2 in 3, si že bolj in bolj sproščen. Super, odlično meri. Zdaj pa mi dva začenjamo poglabljati tvojo sproščenost. In sicer, čez par trenutkov ti rečem, da lepo počasi odpreš in počasi lepo zapreš oči. In ko zapreš oči, to zate znak oziroma signal, da se občutek tvoje sproščenosti 10-krat bolj poglobi. To je zelo enostavno storiti, še bolj enostavno doseči, vse kar potrebuješ je samo to, da sama sebi dovoliš, torej sama sebi dopuščaš, da lepo občutiš to lepo prijetno 10-kratno sproščenost, kako v celoti preplavlja tvoje telo in te vodi globlje in globlje. Gremo lepo počasi odpremo oči. Odpremo oči. In zapre. In občuti to lepo prijetno 10-kratno sproščenost, kako v celoti preplavlja tvoje telo in te vodi globlje in globlje. Lahko samo sebe predstavljaš, kako je tvoje telo prekrito v toplo, nežno, prijetno odejo sproščenosti. Meri z vsakim tvojim izdihom, sama dovoliš, sama pošiljaš 10-kratno globoko sproščenost po vsaki mišici tvojega telesa, torej po vsakem delčku tvojega telesa. Tako. Zdaj pa mi dva še bolj začenjamo poglabljati tvojo sproščenost. In sicer, čez par trenutkov ti še enkrat rečem, da lepo počasi odpreš, počasi zapreš oči. Ko zapreš oči, je to zate znak, da podvoji svojo sproščenost, naj ta postane 2-krat globlja. Odpremo oči. In zapremo oči. Tako.
In podvoji svojo sproščenost, naj ta postane dvakrat globlja. Naj vsaka tvoja mišica, tvojega telesa postane popolnoma ohlapna, mlahava, umirjena, sproščena, vse dokler zadržuješ to sproščenost, nobena mišica na tvojem telesu ne deluje. In čez par trenutkov ti še enkrat rečem, da lepo počasi odpreš, počasi zapreš oči, ko zapreš oči, še enkrat podvoji svojo sproščenost, naj ta postane dvakrat globlja. Odpre oči. Zapre oči. Tako. In podvoji svojo sproščenost, naj ta postane dvakrat globlja. Naj vsaka tvoja mišica, tvojega telesa postane popolnoma ohlapna, mlahava, umirjena, sproščena, vse dokler zadržuješ to sproščenost, nobena mišica na tvojem telesu ne deluje. Super, Meri. Čez par trenutkov dvignem tvojo desno roko zapestjo samo za par centimetrov. Če si do tega trenutka sledila mojim navodilom, kar seveda tudi zelo lepo si, bo tudi tvoja roka čisto prijetno, ohlapna, mlahava, sproščena. To pomeni, ko dvignem tvojo roko gor, jo dvignem čisto sam brez tvoje pomoči, ko pa spustim roko dol, ona dobesedno sama od sebe pade, kakor mokra cunja nazaj na foteljo. Ko pade roka nazaj na foteljo, to zate znak oziroma signal, da se še globlje in globlje sprostiš. Torej gremo, delam čisto sam s tvojo roko. Sam jo dvignem in sama dol pade. To, bravo, super, odlično. Meri, to je sedaj popolna fizična sproščenost. Želim tudi, da veš, da obstaja dve poti, kako se lahko človek sprosti. Torej, eno je fizična sproščenost in eno je mentalna, umska sproščenost. Ti si sama sebi že pokazala in tudi dokazala, da se znaš zelo lepo fizično sprostiti, jaz ti bom pa pokazal, kako se lahko še mentalno, umsko sprostiš. In sicer, čez par trenutkov ti bom rekel, da boš počasi začel odštevati na glas od številke 100 navzdol. Ok? Od številke 100 navzdol. Vendar skrivnost mentalne sproščenosti je pa v tem, da za vsako zgorjeno številko, katero vidiš in izrečeš, postane tvoj dvakrat bolj sproščen, torej si dvakrat globlje sproščen. Torej še enkrat, vsako številko, katero vidiš in izrečeš, se še globlje in globlje sprostiš. Te številke, ko jih odštevaš ena za drugo, seveda bolj oddaljujejo tebe proti stran, oddaljujejo, zginjajo, vse manjše in na koncu se številke zginjajo, tako da več nimaš nobenih številk več na koncu za odštevanje. Te številke bodo tudi izginile oziroma odšle, ko boš ti tako naročila oziroma ti tako dovolila. Vendar to lahko samo ti storiš, jaz tega namesto tebe ne morem storiti in še enkrat te številke izginejo oziroma odidejo, ko jim ti tako naročiš oziroma dovoliš. Sedaj pa začneš samo s preprosto zamislijo, s preprosto idejo v glavi, da lahko to lepo narediš in tudi zelo lepo boš to naredila. Tako, sedaj povej prvo številko na glas in podvoji mentalno sproščenost. Podvoji svojo mentalno sproščenost, sedaj ta številka 100 tvojih misli, ki v tebe zginja, gre, vse manjše, zginja, Meri, ko številka 100 celoti zginja, skar z nebe vse številke, naj ti več ne hodi v misli. Ko več ne vidiš nobenih številk, mi samo pokimaj z glavo, da so odšle. Super. Glede na to, da boš vedno se slišala okoli sebe, bi te rad opozoril na zvoke okoli naj dveh, katerih sicer so sestavni del najnega okolja, niso pa sestavni del najnega dela. To so razna ropotanja, šumovi, glasovi. Opazila boš, da tebe ti zvoki sploh ne motijo, celo obratno, še bolj ti pomagajo, da se sprostiš. Naj tvoja koncentracija stane na mojem glasu in dovoliš, da te vsaka moja beseda pelje globlje in globlje. In pa čez par trenutkov bom jaz začel odštevati na glasu 10 do 1 navzdol. Ti pa za vsako zgorjeno številko, katero slišiš, podvojiš svojo sproščenost, postaneš dvakrat globlje sproščena. Torej še enkrat, odštevamo številke 10 do 1 navzdol, za vsako zgorjeno številko, katero slišiš, se še globlje in globlje sprostiš. In gremo. 10, 9, 8, 7. Tak je, super. 6, lepo ti gre. 5, še globlje in globlje. 4, 3, 2, še globlje in globlje. 1. In od tega trenutka dalje naj te vsaki tvoj izdih pelje globlje in globlje. Meri, tvoje telo je popolnoma umirjeno, sproščeno. Tvoj je popolnoma mentalno, umsko sproščen. Torej, telo in umsko sproščeno, z vsakim nadaljnjim izdihom, katerega narediš, dovoliš, dopuščaš sami sebi, da greš še globlje, globlje, tako, globlje in globlje, umirjeno, sproščeno. Odlično, super. Zdaj pa Meri, čez par trenutkov še enkrat dvignem tvojo desno roko zapestjo samo za par centimetrov.
Preštejem od 5 do 1. Pri številki 1, ko roka samo od sebe pade nazaj na foteljo, je to zate znak oziroma signal, da se v tvoji glavi pojavi film in sicer iz dogodka šla bomo pa daleč nazaj na tvoja otroška leta, na en zelo lep, prijeten otroški dogodek, na katerem si se igrala, smejala ali kaj drugega lepega, prijetnega počela ali doživela. Torej lep, prijeten otroški dogodek. In gremo 5, 4, 3, 2, 1, dogaja se ti zdaj. Kaj vidiš? Sem v Celjskem parku, Celjski park? Ok, naprej. zraven fontane, Zraven fontane. Ja. Kdo je poleg tebe? moj oče, Tvoj oče. Kaj počnete? jaz sedim na klopci, moj oče me poskuša fotografirati. Ja, in ne gre. Ali se mu pustiš? Ni mi prijetno. Ni ti prijetno. Ok. Zdaj pa, če te v filmu pogledaš proti svojim nogam, kak si bila obuta in oblečena? Oh. Bele nogavičke, pa Ok. rdeči sandalčki. Kaj je bil sonček? Kako vreme je bilo? Ja, sončno je bilo. Ok. Koliko si bila približno stara takrat? Približno. 4 leta. 4 leta? Ok. A sta bila sama v začetku? Sama. Ok. Super. Kako se počutiš? V redu. V redu. Moj oče je na sejmu kupil eno igračko. Eno igračko, katero ti je kupil? Taka plišasta, mala, ki ima tako kljukico noterno, Ok. ko jo lahko daš na zavese. Ok. Zdaj pa te lepe prijetne občutke, katere sedaj imaš v sebi, ko preštejemo, da je 1 do 3, pri številki 3, ko se s prstom dotakne tvojega čela, to zate znak oziroma signal, da ti lepi prijetni občutki pridejo 10-krat močnejši. 1, 2, 3, zdaj. Lepo jih občutiš, ker v miru uživaš svoje otroštvo. Fajn, ali? Kadarkoli boš želela te lepe prijetne občutke doživeti, je vse kar potrebno, da se v miru lepo umiriš. Zapreš oči, narediš en globoki vdih. Počasi izdihneš in ko izdihneš, daš jezik na nebo. In takoj, ko daš jezik na nebo, doživiš te lepe prijetne občutke. Zmenjeno? Pa naredi en globoki vdih, ker gremo. Globoki vdih. Izdihuješ in tik preden do konca izdihneš, jezik na nebo in tako imaš te lepe prijetne občutke. Ok? Zdaj pa preštejemo, da je 1 do 3, pri številki 3, ko tleskam s prsti, to zate znak oziroma signal, da vsi prizori izgine z tvoje glave, koncentracija za zaprtimi očmi na tvojem dihanju. 1, 2, 3, glava je prazna, prijetna, hlapna, mlahava, umirjena, sproščena. Koncentracija za zaprtimi očmi na tvojem dihanju. Meri z vsakim izdihom toneš globlje in globlje. Še enkrat dvigni tvojo levo roko za pestjo, samo za par centimetrov. Preštejemo od 5 do 1. Pri številki 1, ko roka pade nazaj na foteljo, je to zate znak oziroma signal, da se v tvoji glavi pojavi film in sicer iz dogodka šla bomo pa še enkrat daleč nazaj na tvoja otroška leta oziroma na tvoj porod. Šla bomo v porodnišnico, točno na dogodek, ko ste bila ti in tvoja mati skupaj prvič v tem življenju skupaj. In gremo. 5, 4, 3, 2, 1, dogaja se ti zdaj. Kaj vidiš? Mami me drži v naročju, Mami te drži v naročju. Mami stoji ali leži? leži na postelji. Leži, ok. Doji me. Dojite, ok. Kako se počutiš? Toplo, mehko. Toplo, mehko, ok. Čutiš to toplino? Ja. Super. Zdaj pa gremo mi malo dogodek. Zdaj bom prištel od 1 do 3, pri številki 3. Ko se s prstom dotakne tvojega čela, to zate znak oziroma signal, da greš direktno na porod. Torej direktno na porod, ko si prihajala ven iz maternice. In boš točno videla, če si šla z glavico naprej, z nogicami ali je bil carski res. 1, 2, 3, zdaj. Kaj vidiš? Na svet sem prišla z glavo naprej, ampak je bila popkovina vse okrog vratu, Ok. okrog nog. In okrog, ok. Je bilo potem vse v redu, ne? Ja. Ok. Zdaj pa gremo v maternico, ko se še nisi rodila, 10 minut pred tvojim rojstvom. 1, 2, 3, zdaj. Tukaj pa samo podoživljaš občutke. Kaj čutiš? Nekaj se dogaja, ne? Vročina. Nekaj se dogaja, porod bo, ne? Tesnobno. Tesnobno. Ok. Zdaj gremo pa na lep nosečniški, prijeten nosečniški otroški dogodek, ko sta bila ti in tvoja mati obe dve nekako srečne. Barvne, srečne in ljubljene. 1, 2, 3, zdaj. Občuti to.
Čutiš? Ja. Okay. Zdaj gremo pa še malo nazaj. Zdaj bomo pa šla vidva tik preden si se kot duša utelesila. Torej sedaj že tukaj porabiš svojo močno podzavest, tvoj neuničljiv, neizbrisljiv, trajni spomin. In s trajnim spominom prikličeš sama sebi film v glavo, tik preden si se utelesila. 1, 2, 3, zdaj. Kaj vidiš? Sebe, ki delujem v ekipi. Sebe, ki deluješ v ekipi. V kakšni ekipi? To niso ljudje. Kar piš. Modre barve so. Modre barve. Meglica? Smo. Nepravilna oblika. Nepravilna oblika. Ok, ti kar malo povej, kje pa ste, kje se nahajate? Kot bi bila nekje v vesolju. Ok. Črno, neko zvezdje. Okrog pa nič. Ok, nisi nad zemljo, torej nekaj vesolja. Verjetno. Ok. Zdaj pa gremo v utelešenje tvoje mame, torej v njeno maternico. In boš točno videla približno, koliko bi zavodek stane. 1, 2, 3, zdaj na utelešenje. Se utelesiš. Si? Ja, Koliko je bi zavodek stane? 3 tedne. 3 tedne. Ok. Kako si se počutila, ko si se utelesila? Zaskrbljeno, Zakaj? ker moram oddelati nalogo. Ok. Zdaj pa gremo nazaj tam, ko si bila z svojo skupino. 1, 2, 3, zdaj. Si? Ja. Sedaj pa telepatsko uporabljaš vso to energijo. Telepatsko uporabljaš svoj neizbrisljiv, neuničljiv spomin na nivoju podzavesti. Telepatsko uporabljaš njihovo in tvojo komunikacijo. Tukaj prostora za človeški ego in človeški razum več ni. Razumela? Sedaj pa povej, kaj se pogovarjate. Da bom jaz prva iz te ekipe, In kaj je tvoj namen? ki grem na zemljo, Kaj je tvoj namen? da se utelesim oziroma da pridem v telo, ki življenje ne bo ravno lahko, da se tu vsega tega naučim, kako to dobro preživeti in da učim sama naprej druge ljudi, kako jim bo lažje. Okay. Kaj boš pa lahko naučila? Kako se osvoboditi strahu, Kakšnega? Pred življenjem sami povej. pred drugimi ljudmi. Aha. Torej, za svojim izkušnjam, čeprav razumem, za svojim izkušnjam, katere imaš, boš drugim ljudem lahko pomagal. Ja. Okay. Kdaj se bo to približno zgodilo, ali se že dogaja? Vidim številko 43, 43. Okay. Koliko si pa danes mlada? 38. Še malo. Torej še malo. Je tako? Časa za dozorevanje. Zdaj pa gremo spet nazaj tam, ko si bila predutelešena, torej v svoji skupini. Kdo se poleg te, bom rekel, poleg tebe in pa koliko vas je teh energij? Poleg mene še 3. Poleg tebe še 3. Okay. Ali je kdo izmed njih tvoj vodnik, angel varo, kakorkoli? Ja. Kako me ime? Karl. Karl. Okay. Vprašaj Karla, ali je to tvoje prvo telešenje? Ja. Okay. Lahko greste še malo nazaj. Še malo nazaj, kje ste sedaj? Torej, zdaj ste bili v vesolju, je tako? Ja. Sedaj pa dovoli še svoj podzavesti, ali še obstaja kakšen drugi prostor, preden si bila pred tem. 1, 2, 3, zdaj. Kaj vidiš? Vse je belo. Vse je belo. Super, torej vse je belo. Bela svetloba? Ja. Žari? Ja. A vidiš, kje je v tej beli svetlobi? Nič, kot neki oblaki. Kot neki oblaki. Ok, kot da je lebdela, tako? Ja, Kako se počutiš? sproščeno. Sproščeno. Kaj bi rekla z 2-3 besedami, kako bi to stanje opisala? Sveto. Kje se pa nahajaš v tem svetu? Kako bi temu rekla? Bi lahko rekla tvoj dom ali kako? Začetek vsega. Začetek vsega. Okay.
Zdaj pa gremo tako, malo bomo še predrzna, vem pa do neke mere več se potem moramo ustaviti. Tako? Šla bomo na tisti dogodek, takoj, ko si se spočela. Torej, ko si bila spočeta kot duša. 1, 2, 3, zdaj. Kaj vidiš? Lahko pišeš. Ne vidim. Ok. Torej, gremo spet tam na tisto belo, ko si bila. Si? Kaj bi nam lahko, rečemo nam, poslušalcem povedala, to stanje opisala z 2-3 besedami, z 2-3 stavki? Da malo dobimo tvojo bližino, kaj dejansko občutiš. Rekla si prej vse sveto. No? Nekaj kot prostor, brezmejni prostor, kjer so pod tabo samo oblaki. Kako se pa počutiš? Prijetno? Zelo prijetno, čisto, Čisto, lahko, varno. Ja. Tako. Ni ničesar nekega zemeljskega, tako? Tako. Ok, preštejemo do 1 do 3, pri številki 3, kot kratkem s prsti, greš nazaj v svojo materico. 1, 2, 3, zdaj. Si? Ja. Na porod. Si? Iz poroda na park, oziroma park. Ja. In iz parka tukaj da nekaj. Si? Ja. Preštejemo do 1 do 3, pri številki 3, kot kratkem s prsti, si prizor izgine s tvoje glave, koncentracija za zaprti mičmi na tvojem dihanju. Z vsakim izdihom toneš globlje in globlje. 1, 2 in 3, glava je prazna, 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 prijetno, hlapna, mlahava, umirjena, sproščena. Koncentracija za zaprti mičmi na tvojem dihanju. Tako, z vsakim izdihom toneš globlje in globlje. Zdaj pa še samo nekaj naredimo in potem smo končala. Greva na nivo C. Nahaja se na vrhu tvojih osebnih tekočih stopnic. In tako. Rekla so samo z tleskom s prsti, da greš na nivo C. Dol, 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 dol. Še globlje, globlje, globlje. Dol, dol, dol. Vse do nivoja C, do osnovnega temelja tvoje sproščenosti. Do prostora, do točke, kjer vsi tvoji problemi, bodo si mentalni, fizični, popolnoma odidejo, izginejo, jih ni. In vse, kar potrebuješ, je samo, da uživaš v tej umirjenosti, sproščenosti. Sedaj se nahaja na nivoju C, na osnovnem temelju njene sproščenosti. Torej, popolnoma umirjena, hlapna, mlahava. Telo je popolnoma, kakor spužva, umirjeno, sproščeno. In vse, kar potrebuje človek, je ta umirjenost, ta sproščenost, katero mi skozi leta žal pozabimo. Zato pa imamo tudi bolezni, frustracije, težave, takšne in drugačne, ker si sploh ne dovolimo sproščanja. Gremo na meditacije, probamo, včasih rata, včasih ne rata, ti kar uživa na nivoju C. Včasih rata, včasih ne rata, včasih smo boljše, včasih slabše, vse zaradi našega tempa, zaradi naših odnosov, na koncu si pa spet vse delamo sami. Iz nivoja C na nivo B, ko prideš na nivo B, poizkusi izreči črko B na glas. In nazaj na nivo C, dol, 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 še globlje, globlje, vse do temelja tvoje sproščenosti. Tako. Evo, in uživaj. Iz nivoja C na nivo B. Ko prideš na nivo B, poizkusi izreči B. Iz nivoja B na nivo A. In iz nivoja A na nivo A1. Ok. Preštejemo do 1 do 3, pri številki 3, kot tleskem s prsti, vsi prizori izginejo s tvoje glave, koncentracija za zaprti mičmi na tvojem dihanju. 1, 2, 3, glava prazna, prazna, prijetno, hlapna, mlaha, umirjena, sproščena. Meri, naslednjič, ko greš v stanje hipnoze, greš še hitreje, lažje, še bolj sproščeno in mnogo bolj efektivno. Torej za vsakim nadaljnjim stopom. Kadarkoli greš v stanje hipnoze in kjerkoli greš v stanje hipnoze, greš še hitreje, še lažje, mnogo bolj sproščeno, mnogo bolj efektivno. Zdaj pa preštejemo od 1 do 5, pri številki 5 lahko odpreš oči, popolnoma sveža, spočita, presebno in zdravo zapustiš to stanje hipnoze. 1. Energija se ti vrača za telo, 2. Telo je teže in teže, 3. Dobivaš počasi kontrolo nad očmi, 4. Počasi odpiraš oči in 5. Odpreš oči, sveža, spočita, presebno in zdravo. In se malo spoči. Bravo. Kaj spoči se? Dajte en aplauz. Evo, zdaj pa če malo pogledamo, ne? Temperatura je prava, roke so napol potne, ker so napol tople, napol hladne, torej so lahko švicnate. Modre. Modre, ok, to je to.
prvo telešanje in to je spet isto. Če se vrnemo nazaj na regresije. Nekdo bi rad videl nekaj, jaz sem pa nekaj bila, jaz sem nekaj bil. Ponavadi pa to povežemo z neko osebo, s katero nimamo razrešenih odnosov. Ja? Imamo pretvaro, imamo utvaro v glavi, torej ego pa razum hoče nekaj biti z njo ali pa z njim. In zato si sami delamo utvare, sami si delamo lažne slike, grete na regresijo, plačate 300-400 evrov za regresije, delate jih po 3 ure, totalno nesmiselno in pa na koncu vidite laži, torej tiste laži, katere ste si sami pripisali. In to, kar si sami pripišete, spet je samo bližnja rano in ko je bližnja rano, torej spet ni resnice in ker ni resnice, resnice ne more zdraviti. Resnice lahko vedno samo ena laži je lahko davžiti. In vedno hodimo eno, hodimo drugimo, gremo sem, gremo tja, pomagi to, brez veze. Totalno brez veze. Torej, vedno je tak, kar se tiče regresije v stanju hipnoze. Če je oseba dojemljiva, se vidi takoj. Po 3., 4., bom rekel, obisku v stanju hipnoze se splača delati regresijo, prej pa ne. Če pa človek ne more regresije dosežiti, pač mora počakati medija, spiritualnega medija, da mu potem točno pove zgodovino od spočetja duše, pa vse do dan danes, zdravje, karijera in kaj bo v naslednjih prihodnosti in karijeri. Tako, ok. Torej, res ja, hvala za tale prikaz. Meni zdaj vseeno vprašanje. Si se vsega zavedala, veš, kje si bila? Ja, v bistvu vse, kar sem povedala, vem, da sem govorila, Ok, da sem igralena, šum sem slišala, ok. niste bili očitno tiho, nisem slišala. Ja, zelo zanimivo, no. Bi priporočala vsak teden tako nesproščenost, glede na to, da je ne znamo sami biti. Občutki pa torej taki, ki si jih opisovala, nismo bili moteči? Ne, sploh ne. Ok. Nikakor ne. Si v nekem svojem filmu, dobivaš neke slike, ki niti ne vem, so prave, niso prave, poznam jih, ne. V bistvu, povedala sem, kar vidim. Znano mi je bilo edino pač tudi iz parka, verjetno kot spomin, ostalo je pa pač samo prihajalo. Kaj pa vi, občinstvo? Verjamete? So se postavila kakšna vprašanja med tem, ko smo spremljali hipnozo ali pa že prej med samim pogovorom? Zdaj mogoče je čas, da izkoristite to priložnost, da Alena vprašate, danes je zastonj. Med tem, ko razmišljate, mogoče samo še tole. Alen, pravzaprav to ni tvoja zadnja knjiga? Ne. Smo torej pri prvi, zakaj se rodimo in zakaj umremo. Ti imaš že zelo jasno zastavljene cilje, celo mogoče malo veliko potezne. Ja. Kaj, čez 5 let to srečanje biva v New Yorku? Materiala, bom rekel, je več kot dovolj, že za 2 knjige napisamo tudi ekstra knjigo o hipnozi, torej v medijstvu, pač v teh stvareh. Večina pišem skozi primere, dosti primerov to pisanih, torej tudi napisal še ekstra knjigo o hipnozi, naredil bom svoj pristop, bom rekel, do hipnoze, katerega bom tudi licenciral, patentiral. Kaj pa namen tega novega pristopa? Da še tisti 85% ljudi, kar je, da bi izpravil še vsaj za 5% več, da bi šel 90% ali več. Torej, da ljudje na lažji način, pa na krajši način dosežejo stanje hipnoze. Jaz sem danes naredil razširjen način samo zato, da je tudi, bom rekel, uvid drugim, kako lepo je narediš fizično sproščenost in pa mentalno sproščenost. Obstaja tudi blic hipnoza, torej instant hipnoza. Okay. Ne? Ampak o tem drugič. Pa tudi ne priporočam kar tak človeku instant hipnoze, da bi prej bil vsaj navajen parkrat titul, govoriti, da je to normalno stanje hipnoze. To je Elmanova indukcija, drugače imam tudi Eriksonova indukcija in tako naprej, katere so na svetu najbolj poznane, torej Elmanova in pa Eriksonova indukcija. Jaz pa tako sem se odločil in to bom naredil 100%, naredil bom s pomočjo vodnikov, torej ne bo kar tak neka brezvezna stvar, s tistim pravim informacijam, katere dobim iz onostranstva ali bom rekel z drugega portala, točno to bom dal na list papirja in potem tudi se do prakso. Prvo sprakticiral, če je to ušpila, zatem damo potem zadevo ven. Kar se tiče tudi same knjige, prevod bo šel v angleški pa nemški jezik, oziroma se prevaja, bo šlo tudi na ameriški trg, pa tukaj Nemčija, Avstrija, Švica, kasneje tudi seveda bivša Jugoslavija in pa tudi do Rusije. Ne glede na to, kaj se zdaj dogaja, to nima veze z menoj. Tudi kar je bilo, bom rekel, vojna se je začela za mizo, pa tudi za mizo se bo končala, na koncu koncev narod je kriv in tu in tam, tako da je to bilo že mnogo prej zasnovano kot pa kaj drugo. Kar se tudi tiče samega dela, vem, kaj je moja prioriteta, torej tudi, da bom šel v svet in enostavno drugim večjim masam, množicam, tisočim ljudem predaval glede medijstva, glede takih stvari, kot danes tukaj pač predavam. Vedno še mogo malo polente pojesti, do takrat. Da bom nekaj cirka star 55 let, zdaj sem pa 47.
Že zdaj pa torej o izkušnjah z jasnovidnostjo, pogovor oziroma medij z onostranstvom in pa hipnoterapija v knjigi. Zakaj se rodimo, zakaj umremo in zakaj umremo, je menda knjiga, ki je zelo dobro izposojena v knjižnicah. Danes, kot rečeno, imate priložnosti dobiti tudi z osebnim posvetilom. Vprašanja so? Jih ni? Ste dobili odgovore? Ja, vprašajte, če imate. Kako vemo, da je to življenje resnično, če te je kar odnese na eno preteklo življenje, a pol pač čutiš, ali je terapevtsko? V stanju hipnoze? Ja, v stanju hipnoze. Ja, zato sem že prej malo omenil, ne. Jaz ga naredim na 3., 4. stopu naredim nič prej, ker ljudje še vedno, kljub temu, da dosežejo dobro stanje hipnoze, si lahko namišljajo stvari. Če pa je resnično, se pa takoj vidi kmalu na izboljšanje kvalitete življenja ali na načinu razmišljanja. Zakaj? Ker človek, ko ene stvari v sebi zve resnico in začne same po sebi sprejemati tak, kakršen je, se preneha obsojati. In ko se preneha obsojati, prihaja boljša energija do njega in tudi ljudje se okoli njega spreminjajo. Ampak ne spreminjajo se, on se je sam spremenil in ima takšen pogled, da imajo sedaj ljudje do njega boljši pogled, ker je sam sebe začel sprejemati, oproščati si in tako naprej. In se zave, ne? In se zave, torej zavedaš, ene stvari si zavedaš v glavo, torej da se seveda zdaj izpod zavesti v zavest, razmišljaš o tem, mozgaš o tem, sestaviš kockice svojega življenja, zakaj se to zgodilo, zakaj ovo, zakaj to, povežeš in na koncu neka rdeča nit se mora potem. Pa zavestiš in tako. hvala. Nikaj. Še kdo? A so sporočila iz onostranstva dejansko vedno pozitivne oziroma dobre ali slabe, da držite zase ali dejansko ne povejo? Naših pokojnih? Ja. Naši pokojni nam bo tudi povedali, če nismo na pravi poti, nam bo rekli, da nismo na pravi poti. Ker je tudi prav, da jim povemo. Dam primer. Najlažje na primeru. Prišli sta meni dve ženske iz Gornje Radgone. Ena je prišla za nespečnost, ker je že ženska zgorela in v prvi pač ona je že to rešila, ker smo že 4 leta nazaj delala, da je potem tako šla spat nazaj. Ona druga je prišla pa za zram, ampak je prišla s svojim namenom. To je pa delo spiritualni medij, delo za njo vprašanje. Kaj je bilo? Njen fant je zdaj že žal pokojni. 1 leto, nekaj čez 1 leto tega nazaj. Njo je zanimalo, ali on njo obiskuje. No to smo takoj videli, da obiskuje, ker ko smo mi tam sedeli, se luč kar prižigala pa oblašala. To smo takoj videli. Aha, tukaj je. Pa še sam sem ga čutil. Ja, tukaj je pri tebi, zdaj tudi. Ampak ni bilo poanta tega. Želela zveti neke odgovore za sebe, zakaj je moral umreti, ali je naredil samomor, ali je naredil overdose, ker se je zdrugiral, heroin. Dobila odgovor, da se ni predoziral, oziroma da ni naredil samomora, da se pač predoziral, da ni želel umreti. Šli smo tako daleč, da je potem tudi dobila odgovor na vprašanje namen njenega utelešenja. Imela drugo utelešenje. Namen njenega utelešenja je pa bil, da dejansko zaščiti njega. Ok? Karmični dolg, če ga ima, ne, ni ga imela, zdaj ga pa ima. Ker njen namen je bil, da ona njega zaščiti, ni ga pa mogla zaščititi, ker ona sama to počne. Mene pa vedno trdila, da še tu pa tam kako travco skadi. In pričo svoje prijateljice je zatrdila, da ona se več ne drogira. Dobila tudi odgovor, da seveda je pač zanimalo, ker je bila seks, droga in rock'n'roll vmes, če je imel kakve veze. Večinoma je imel dejansko skozi njo kot eno vezo, ampak tudi tukaj je pač bil preskok in je šel drugam in je imel pač tudi drugo žensko, s katero je imel spolni odnos. Prisotni je pa v njej samo zato, da ji pove, da dejansko ima njo rad še vedno. Torej, da mu žal, da to naredil in da ima kljub temu, da je imel pač seksualni odnos z drugo žensko, da ima njo rad. To je samo hotel povedati, zato je tukaj pred njej. Dobila pa tudi opozorilo, da ima 2 poti. Ena pot bo ta, če jo bo seveda izbrala, da bo kmalu si jo pomogla, finančno bo nekako isto tako, kak je, bo nekako ozdravela, pa bo imela punčko, pa normalnega partnerja, da bo normalno preživela svoje življenje. Ima pa drugo izbiro, da gre po tej isti poti, katero sedaj zanika, da dela, pa sama dobro ve, da dela, bo kar hitro kmalu tudi ona sama umrla in nič od tega ne bo. Torej izbira samo njena. Šla je ven z dolgim nosom, pa za zamero, ampak prav je tako. Zato, ker je morala dobiti pač po smrčku, je morala dobiti, da je dobila streznitev, informacijo, katero jo verjetno bo zdramila, premamila in da bo potem šla končno na svojo pravo pot. No, zaenkrat vem, da še vedno živa, hvala Bogu. V tem smislu, ne. Torej, ja, nam dajo sporočila, da če nismo na pravi poti, da pač povejo nam, da nismo na pravi poti. Ker najlažje je reči, ja, rad ima z njimi, vse ok, navadnem je,
itd., itd. To je najlažje reči. Ja, to so v bistvu dvomi, mislim, moji osebno, Ja. ker se mi zdi, da je lahko zelo posplošeno vse skupaj. Ja, no v tem primeru vidimo, da ni. Ne? Da res dobesedno se morala zamisliti in da je morala sprejeti resnico, da še vedno to isto počne. In ta karmični dolg, katerega ustvarila, bo seveda pač v naslednjem, v tretjem starejšem morala poplačati. In ga bo, seveda bo. Da spet pa ne bo vedela, danes je ženska, ime to in to, ampak pač se ne bo ničesar spomnila, ko se bo rodila, imela bo seveda povezavo z drogam in spet bo na tista, ko bo na preizkušnji. Bo pa izbrala pravo pot. Bo. Če pa tega ne bi slišala, bi imela pa veliko možnost, da bi pač skrenala iz poti in končala isto kot in bivši hod. Ampak ni pa nujno, da pokoristimo vseh 5 utelešenj. Ne. Nekdo lahko ima 2 utelešenja, nekdo lahko ima 3 utelešenja, čisto po želji. Koliko pač duša se samo odloči. Rečemo, mi tudi imamo duše, ko imajo 2 utelešenja, pa dejansko 2 utelešenih popolnoma vse doživijo torej. In tiste stvari, katere so si sami zamislili, da bo resničili, so jih uresničili, v naslednjem življenju imajo lahko še lepše življenje, torej ne rabe imeti iz lepšega bridko življenja, ker so si zaslužili še lepše življenje in se pač enostavno izpopolnijo, vejo, kaj je ljubezen in to je to. Torej, namen vsakega utelešenja je ljubezen doživeti, ko se doživi, in pa ljubezen končati. In to je vsa umetnost. In zaradi te nevidne ljubezni mi enostavno delamo katastrofe, bedarije. Ker karmični dolg najlažje se tam naredi, ko najmanj pričakuješ in ko najbolj boli. Torej, neznanec neznanca ne more kar tako prizadeti, znanec znanca že malo bolj, ampak tam, ko pa pač boli, ko boli. Torej, ko ti enkrat boli dušo in srce, je zadeva zaključena. To je karma in tu se bo karma vrnila nazaj. Kaj pa, če imaš na koncu tega življenja še vedno karmični dolg, če tega pač ne možeš? Ponavadi, če so stvari za nazaj fez močne, ne, pomeni v tem življenju enostavno ga ne moreš poplačati. Pač doživiš do konca, življenje preživiš, umreš in potem duša vidi, ali sploh še ima namen utelešati, če nima namena utelešati, torej se je vibracijsko dovolj zrasla, s karmično dolgo je stvari izpucala, in zakaj bi se pa utelešala, če se lahko nalivadi. Se lahko tako nepopolno ostane še vodnica ali pa kakoli? Nepopolna ne bo vodnica. Nepopolna ne bo vodnica, torej pa pač bo raje naredila še eno utelešanje ali dva mogoče, pa tukaj, ko bo ta utelešanja presegla, oziroma slače samo sebe spet, spet se je nekaj naučila, zdaj pa ko umre, pač je pa lahko vodnica. Kako če je pokorist, pa še ni. Torej, zdaj je že v 5. Ja, prav je že v 5. Šestega ne more imeti. Ne, Kaj pol? gotovo. Pa vsanje, bi si bila vodnica? Ne. Ne more. Ne. Ja, ker ni dosegla te vibracijske rasti. Torej, če si nisi v 5. zadnjem utelešenju telesla, oziroma kaj že uresničila to, kar si sama dosegla, ker pazi, ti si 5. utelešenje z namenom izbrala. Ja? In tvoja duša ve, da je bilo to dobro za te, za njeno rast. Vendar mi tega kot ljudje nismo znali sprejeti. Ja. Pa smo spet spreobrnili ta tok zgodovine, kateri bi moral biti. In na koncu nismo dosegli to. In to je spet isto, ko dobiš preizkušnjo, ali greš na pravo pot, ali ne greš. Včasih je prava pot tista, katero mi ne vidimo. Ne vidimo luči na koncu tunela. Vidimo pa tisto, katera ne prava. Je tata, pa bo prava. Ne bo prava. Želim si biti sama. V redu, bo sama, šla boš na avtocesto, imela boš karabol, torej prometno nesrečo, boš 3 mesece sama v komi, ko boš pomrla. Evo ti tista samota, katero si želela. Ker si želela na nepravilni način, doma si pa naredila Hirošimo. Torej zapustila 2 otroka itd. Še enkrat, najbolj bistveno, seveda, kdo ima družino, jo pač ima, kdo nima, je nima. Torej najbolj bistveno še vedno v tem življenju družina. Kakršnakoli da je naša. Mi smo se za to odločili, mi smo si ustvarili, mi smo se nekoč imeli radi, mi smo nekoč bili zaljubljeni. Torej, ne moreš reči, tak si. Včasih ni bilo tako, je tako. Je res, da se ljudje spreminjamo vmes, zaradi, bom rekel, finančnih situacij, zaradi rečko izgube služb, zaradi ne vem, tega in tega. Imamo razmišljanje drugačno. Je res, vendar še vedno. Dam primer, moški, ženska, tretja oseba. Ok, tretja oseba se zgodi lahko takle, grem na pumpo, ne vem, ženski pomagam evo gumo napumpati, na primer. Pa za uslugo grem na eno kavico. Ok, grem na eno kavico. Iz te kavice pride, da se izmenjajo telefonske številke. In ena kavica, druga, tretja, 4. kavico me pa na primer domov povabi. Ja? To je alarm. To pomeni, 10 let, 15 let se doma kregam. Ali to naredim, konc, ko sem že tako hotel konc narediti, ali pa, ne vem, dole grem tja. In primer A, lahko rečeš tako, gled, tole nam je zadnja kava. Vertike,
pa lahko ona zameri kljubče. Torej, če zameri, je lahko tudi, bom rekel, ti potem tudi naprej nagaja. In tako lahko tudi potem tvoja doma zve, vendar, če nisi prevara, če nisi ničesar naredil, nekako se ti bo zadeva razpucala. Če pa to narediš, kar bi pač ne bi smel narediti, torej, ko priješ domov, ne rabi svoje doma povedati, vendar duša žive. Duša žive, vse se vedno gledamo skozi oči. In preko vse bo prišel do neke resnice. Tudi, če oba dva umremo s to nevednostjo, bolečina je bila. Definitivno. Ker vedno je sum, vedno je dvom. In kadar je sum in dvom v partnerju, partnerko, se zadeva ponovadi dobro ne konča. Tretja oseba pa samo zato, ker je prišla kot preizkušnja. Pa lahko rečeš, ja, 15 let so doma kregam. Lahko bi pa rekel, ok, prišla si mi kot preizkušnja, zdaj grem pa domov, zdaj bom pa povedal, kaj se je zgodilo. Le pa nisem tega naredil. Zdaj se pa midva sedla, ali se bomo vzela pameti, pa razpucala stvari, ali pa gremo vek, voda. Še več odgovorov v knjigi, zakaj se rodimo in zakaj umremo. Lahko se tudi že danes dogovorite za osebno srečanje z Alenom. In kot rečeno, imate danes tudi priložnost nakupa knjige. Alen, tebi hvala za iskren pogovor. Hvala še enkrat seveda tudi Meri za sodelovanje. Prav tako hvala seveda vam, občinstvu in tistim, ki so nas spremljali preko Facebooka. V kaj verjamete danes, ko odhajate? Pa morda debata za ob kavi s prijatelji. In kot je Alen danes večkrat že omenil, cilj je priti v luč, vmes moramo biti pridni, bodite pridni že nocoj. Lep zaključek tako vam želim. Hvala.